fuck, jaz to moram videti. Glavno, v Münchenu sem bil, ful pa frej, mislim, da sem 8 € zapravil, nekaj takega, za pot iz Ljubljane, München pa nazaj 4 dni, od četrtka do ponedeljka. Vse je bilo krito. Vse je bilo krito. Nosi hladilnik tam, pir si se lahko vzel, za jesti je bilo, vsake par ur so prinesli pice, nekaj, tisto tretjo. Na koncu so še bili tudi street food tovornjaki zadnji večer, pa je bilo zaslon, vse. Vse plače. Tehnička fakulteta, varianta. Da je šel kot študent? Ne, to je začel lani. Okay. Predlani. Pač ne rabiš biti študent ali pa nekaj. Pač, to je razpis, ti se prijaviš kot ekipa, oni ti pač odobrijo, ne? Ja. Mi smo se 3 prijavili, to bilo to. Svetovno. Ja. Pa še da je folk drugot tudi, ne, da ni samo... Z drugačnih vetrov, drugačno miš. Ja. Še posebej, če malo zareševati neke težave ali pa kaj ne. Včasih tisti tretji, ko nija nič veze s tem, najlepše vidi sliko. Ja, ker je drugače vidi. Bilo pa tudi, Flixbus je startup, ki se je tam začel na tej fakulteti in so bili sponzori in smo imeli Flixbus za stojim gor pa dol. Gor pa dol, ne. Plačali smo samo od centra Münchna na tisto Subway, ko je v bistvu ni Subway, pač malo je Subway, pa gre malo ven, železnica pač. To smo plačali samo od centra Münchna gor, pa nazaj dol, to vse, kar sem plačal. To čisto vse, pa ajde. Prevoz od kolega je pelo iz Maribora v Ljubljano, smo tam parkirali. Imeli smo zastojni parking, ker je tretji, ko je šel zraven iz Ljubljane, smo pač pa nema parkirali. Svetovno. To se treba se tako znajti. Ja, vola. Meni je sem žal, da sem šel v Italijo leteti v Afriko, pa nikoli več ne grem to ti promeni Milano, pa da dobi Italijano stari. Reče dam tu Hrvatom, pa ker so bile kar drage karte, mislim draže, ni 150 € ziher draže iz Zagreba, ne. Samo polko vidiš, greš v Zagreb. Italijani so, to smo se včeraj že meni, se mi zdi. Ja, zase ja, ne vem, ne svoje vrstne so fest, mislim, fest, ne, oni ne nas to petelinjo, jaz si vsega Italijana si predstavljam s totim petelinjim rebom, tako gor, ga že vidim, ker so kar, ja. Točno stereotipe smo se menili, pa smo bili tak, ja, sej, ne, bla, bla, bla. Ja, to. Nekod so prišli, ne. Ja, od nekod so prišli, ne, mislim, čist tak, jaz sem imel, mislim, v trgovini, zadnja leta več ne, ampak ne vem, v začetku tam 20, verjetno jim je tudi malo jasno postalo, ne. Sem pa vsako italijansko stranko, oziroma rečemo 90% italijanskih strank, ki je prišlo meni v trgovino, brez da bi bilo kaj druga, so samo tako italijanščino začeli plovati. In pri prvih dveh se še malo potrujiš, ne, 3. Pa ko vidiš, da to narje, pa samo dalje lagano slovensko, pa oni meni ne razumem, ja, to je ne. Mislim pa, ko bi bila trgovina za sir, pa za klos, tako je pa glasbena trgovina, ko si kak specifično naj ti povem za italijansko. Jaz sem tudi enkrat, so bili pač na Pohori zgleda in so prišli v Leona, ko je še bil, sem tam delal in to pač kar italijansko in on ti razlaga. In pol veš, ko mi pač rečemo drugače, ne, tagliatelle ali pa nekaj, ne, pač poslovenimo, ne, njihov izraz, pa ga gledaš, pa študiraš, kaj bi to lahko bilo, pa se pol spomniš, ne vem, kaj mi je rekel. Ok, to ne, pa ti začne v italijansko razlagati, kaj bi imel zraven. Točno to ne. Pa si kak naj zdaj to razumel, če že osnovnega izraza nisem verjel razumel, kak? Ja, ne, pač to se je polako, ne, Italijani so res taki malo smešen narod, kaj se tiče jezika, ne. Dobro, Italija, italijansko, ni, mislim, lahko mu 7 jezikov drugič govoriš, pri njih doma pa te nebo, ne. Jaz sem na airportu, predtem sem zvedel, kje je bil oni Hangar 2 ali kaj je, jaz sem vprašal 7 zaposlenih tam, pa mi na letališču, ne, ja, več nebe. Tudi zadnji smo se pogovarjali, da je dejansko neverjetno, kolega uči na 3. kitaro, na 3. gimnaziji, pa je rekel, stari, ti ne moreš verjeti, še zdaj imaš mladostnike, ko ne govorijo angleščine, ne, veš kaj mislim, ko niso tega pobrali ali iz muzike, ali ne vem, iz televizije, ali nekak, in tudi ja, to me je tako malo smislo prijeti, da te vsa govori angleško. Menili smo se pa glih ravno zaradi teh, ne vem, veš, ker to je v glasbenem biznisu, ne bo šel, nemogoče vse prevesti, ne, za Slovenijo, ker je premali trg, pa to ful predrago pride. To ni moja, mislim pač, to je zadeva od proizvajalca, jaz samo govorim, kaj proizvajalec pravi, ne. In vidiš, da hudiča zdaj že eni starejši, jim že ni panika angleščine, pa ko so imeli z njo ful malo stika, ne. Dosti nekih takih ljudi v tem biznisu je šlo potem
potem v šole, se dodatno izobraževati samo zaradi tega, da bi lahko štekali to. Ne tako, ker tega ne nadobijo, ampak pač, ker je na YouTubeu poplava vsega, kaj rabijo oni, bom rekel, nekih lekcij ali pa bilo kaj v tujem jeziku. Ne. Ja, pa na svetov, pa primerjav, izdelkov, levo, desno, pač vse v angliščini. Ampak Italijani ne. Ne. No, jebejo. Za začetek je malo študirati, tudi, mislim, malo zdaj. Gypsy swing. Pač specifičen, sem tudi začel lekcije iskati, ne, veš, jaz imam za drugi problem, da vse so francoščini. Ampak imam že dobro navezo za francosko učiteljico. Vse francoski so pač tudi tu neki več. Se to ne reče scenarijo francoza, ne? Niti bo odrazno. Pač, jebejo, pač mi smo francozi, okej. Ja. Prav sem spoznal v Maroku eno starejšo francozinjo, ki je pač imela ta Airbnb oziroma njena hčerka, ki pa je stari, to taka ona francozinja, stara že, ona je jutro po štenga gor prišla, ne vem, 10, pol 11, z litrom vina. Pa doli ni vina, ne, ona prinesla vino, veš, zavito v tisti ovojem po papiru mod, vina gor, zadihana, sem rekel, can I help you something? No, kaj, would you like water? I only drink wine, French wine. In imela vezo doli, da se je celice dobavljali francosko vino. Zanimivo, ker je bilo berberka, to je eno ljudstvo berberov, eno najbogatejše ljudstvo, to je isto ljudstvo, ki je malo v bregi gori, pa ki se ukvarja z tekstilom, hašišom, polja, te variante. In imajo navado tako, da pridajo tam, kjer so se rodili, pridajo te omret. In je ta ženska bila v svojih mladih rostnih letih novinarka in prepotovala, ne vem, rečemo tudi celo, itak v Jugoslaviji, takrat je bil raj Jugoslavija za bilo koga, ko se hotel, ne vem, izobraziti, navezati stike, ne. In to je rekla, da je hotla ker pač 3-krat je bila ženjena, normalno, ne, pa vsi 3 dedi so jo umrli. In je rekla, da je hotla otok kupiti v Jugoslaviji. In dobro, prije se če gre tja zmeniti kao, pa cerkvica bila ena na otoku, pa prije do onega popa, pravi, jaz bi rada to kupla. Pa ono, ja, ko samo prvo se moraš spovedati, nego hvala lepa. Ja, dobro je. Carica taka, mislim prvo tako, ne vem, z Ray Charlesom je bila, ko je imel turnejo po Franciji, še mi je vse pokazala, veš, iz Reske, ko je imel celo turo, ona bila z njim kot novinarka, pa je pisala, ne, dansko, pa tak je neki rezume, kaj je tam vse skupaj pa delo, pa to. Še obstaja danes to, da pač folk hodi z bandom? Ja, ne vem. Pač vem, da to je bilo ful v 70-ih, 80-ih, ful tega bilo, ne. Ful, ne. Danes je pa pač, ne vem. Tudi tu nekako mogoče celo bi bilo izvedljivost, ker štop se mi zdi, da prihaja kar tak nazaj tudi, ne vem, kolegici 2 punci sta šli po celem fucking jugu z šotorom, that's it. Pa sta bili lačni, ne vem, če sta 3-krat postavljali tisti šotor, pa nisem zdaj, ne vem, da je bili neki hudi, dobro, kako se je čulo hudi babi, ne, ampak taki hipiki, ne. Prišli sta tja pa nazaj, glej. Da se zmeni. Vse se da zmeniti, ne. Juga, ja, ne, z jugo bi se mogli bolj povezati, ne, tišina se celi cajt nekako gor v Evropo, pa to, čeprav smo mentalno bolj povezani, se mi zdi z jugom kot severom. To se jaz tudi strinjam, ja, jaz sem bil enkrat v Srbiji, enkrat v Črni gori, pa pač Hrvaška, ok, starejši, sem to čisto drugače doživiš, ne, kaj so tam. To je tiste, mislim, kaj se tiče tih rezortov turističnih, to je gamat, tega jaz ne morem videti, ne, jaz tako bed me potisne, ne. Ki sem imel super full fino v Vuči, ne. Mislim. Boljše kot v Londonu, 100%. Pač. To tako ali tako. Odvisno, kaj se greš, no, če greš v London, res ne. Ker je center kulture, imaš vsega za videti, ne. Kačeš, ne. To v Gucci ne, v Gucci samo so trubače, ne. Sam smo se imeli nenormalno fajn. Tam hitro ne vidiš, ne več. Nenormalno fajn smo se imeli, čeprav tega doben ni poslušal. Mi smo pač šli dol tak, ker smo čuli, da je fajn. A jaz da? Ja. Ok, no, vse je, vela. Kolega je imel neko vezo, mi smo imeli nek kmečki turizem, kao dol, da smo prespali. Spet čez neka njihova pravila, ne. Več. Ceste so zaprte, okol, vsi pihajo. En tulec ima, ne, pač ga menjuje. Vsi v eno pihajo, ter pa pač to je to. Adejo. In tako ostavljajo pač pijane voznike. Čeprav ne, pol zadnj večerna je pelal en Srb pol domu s kolegom, ko smo
6 ostala tam v mestu, ne? Do 6. Aha, do 6, ja. In pelal čez neke kolovoze, če me ti za tule ven fukneš, ne vem, kje si, ne. Pa če gremo do tovarne mesa, pa štihneš, pa dobena ove, ker smo šli pičko materno nekam. To se meni zgodilo v Maroku, naprimer, ko smo šla proti, v toti kot proti Alžiriji, dol je eno mesto, ki se mu reče Arašidija. To je čisto, to je zadnja, to je bilo, ne vem, umetno postavljeno mesto od Tujske legije za nadzor nad Alžirijo. Ne vem, ko smo bila že takrat, da je lani, je bilo dejansko tako, da si imel v mesto, iz mesta kontrolo policijsko. Dobro, avtobusov niso šlatali, kombijev, to so pa razstavili vse. Po noči na je vozil, tam sredi puščave, nekam do nekega mesta, stari, sem jaz videl, tam sem nekako gledal, da smo samo rekel, please wait here. Tu imaš denar, stari, to za mene pusti samega, stari, ker ne vem, kaj bi, v čisti temi. Maribor, če je bil v Tujski legiji napisal knjigo, ne, če si videl, vedno poznam, kako se reče, ampak jo je napisal tak iz vidika veš preprostega človeka, ne. On je samo napisal tako pa tak je bilo, to pa to sem videl, nič lepopisja, nič... Pa to si naredil tudi? Ja, pač vse je noter od... Mislim, da ni več jaka, daš vodu? Ja, so mislim, da veš. Ok. Samo težek je tak. Težek je, ne? Belski. Hvala. Pač ločil se, Jugoslaviji takrat še. Kaj imel ti pubec, oprosti, da te prekinjam, mogoče celo vem, za koga gre. Imel ti pubeca, ki je potem v enem trenutku pristal tukaj v mladinskem domu oziroma tu v Mariboru? To ne vem. Vem, da je potem hotel narediti v nekem smislu neko para vojsko tu, ko se je Slovenija osamosvojila. Aha, ok. Pa če je bilo to ono, ne, tega delamo tu, ne. Bo šlo. In je šel v Francijo, naredil nek trening center za specialce ali nekaj takega. Zdaj pa mislim, da je nazaj, ne vem, jaz sploh ne poznam človeka, da sem čupal o njem, ko sem se v knjigi menil tako s folkom. Ne morem se spomniti, kako se reče. Robert, mislim, da je bil. Ja, to so grozne, ne, mislim, jaz sem čutil take prigode, kot če hočeš priti noter, da kaj, mislim, da pač z golimi rokami nekomu vpit, dvoboja, ne. Ja. Ma take. Mislim, to ni napisal, pač napisal je ful je podrobno opisal, kak priješ noter, ne, pa je pač bilo zafukano do konca, ne. Ni bilo to, da je mogel nekoga vbiti, vsaj napisal ni, ne. Je pa pol dol, ne, pač bil en snajper, pa tak dalje, ne. Se mi zdi. Groza. Zanimivo je, da pač je to legalno, mislim, da pač nadven protestira proti temu, kaj delajo oni dol. Sem zato, ker so pač Tujska legija, pa pač... In pustijo? Ja, pustijo jim, pač, ne, da še vedno kontrolira določena ozemlja, ki je zdaj tak, če Tujske legije ne bi bilo dol, vprašanje, kaj bi bilo, ne, ker je dol tudi dosti vojn med plemeni, vojn med nekimi warlordi, ne vem, to mi je jasno, mislim. Vsega levo, desno. V Afriki divja, mislim, da državljanska vojna je tam vsaki novi državi. Problem je tudi bil v tem, da ko so vlekli meje med imperiji takrat še, so... Nizozemski, Francija pa Britanci, ne? Ja, pa Belgijci so imeli Kongo, pa levo, desno, ampak oni so vlekli meje tako, se jim je zdelo, ne? In potem po osamosvojitvah so ena plemena ostala mislim, del plemena v tej državi, z drugim pa se ne morajo in je pač, ko je to enkrat v parlamentu skupaj, pač... Ja, se nimajo radi. Na hitro so jim prodali demokracijo, ne, pa to pa pač ni bilo za njih. Takrat se z Mileno Župančič, ki je bila nekaj časa, pa mislim, da še je, vem ziher, predstavnica oziroma tega UNICEF-a pogovarjal, ona je dosti bolje delovala in kak je rekla, pač tam, ne vem, ful imajo
te njihove navade, veš, da se, ne vem, 30, 35, 40 let star moški vzame 12-letno punco, ne. So ženske pač so tisto za naredili otroke in pa to pa samo vrgli v jarek tiste ženske stari, ker je bilo to pač vse zdemolirano. In kako tam prepričati ljudi, da se nekaj neha delati, je edino tak, da greš do šejka oziroma do tistega, ki je nad temi ljudmi in ga začneš pač ne tako po domače povedano ritolizniško prepričevati, da to ni vrede. Kakvi kondomi pa neke take zadeve. In je rekla, da je imela samo tu že ful paniko. Mislim, ne vem koliko srečan s novnimi tam, da je malo umel, ali to ni ful cool, ne. Tega delajte, če si narod koli prehalo, nešan. Samo zaradi neke tradicije, ne, dobro. Ja, gospod, ko je bil v pisarni na potopisnem, je bil, pozval sem ki, ampak v Afriki, ne, niste zgodbo povedal, več to kondomi, ne, to je, to je proti njegovi moškosti, ne vem kaj takega. Dosti do tega, da pač kaj nič ne delajo cel dan, da so na alkoholu, pa si ga bluzijo, pač ne delajo nič, ne. V tistem predelu je tudi rekel, da ženske pač še grejo na red, mogoče imajo službo, mogoče delajo za otroke, ne. Moški pa pač ne vsi seveda, ampak marsikdo je pač ono na pol klošar. Lažje je, ne, če narediš hiše, pa zime ni, mislim, lažje je, zdaj se tudi tako glupo čuje, ampak lahko si privoščiš pol nekega. Na Švedskem ne je šlo skozi. Ni podrazno, da. Razen, če si medved ali pa nekaj, malo bolj kosmat. Že to. Afrika je... Zanimivo. Naš džembist, on je drugače strasten, on ima youngstere, avte zbira youngstere, torej stare Citroene, prijani po moje. Ne, mislim, da 6-krat v Afriki že, s Dianami pa to. Samo, mislim, jaz ne vem njegovi celi štori, ne, mogoče redko kdo jih ve, to je prvo. Ampak, veš pa tako nekako delama, nekaj zdaj nismo gli pucala, nekaj pod streše, pa mi tako vmes navrže, veš, smo za nazadnje to, mislim pa, kalašnika na vratu, to pa ni bilo dobro, veš. Na zadnje. Na zadnje, ne. Ko se je vozil dol, ne, vse še ima neke neporavnane, pa neki avto še celo tam mogo doli pustiti, prosirom prilika ali 20. To so polafriški. Ampak ja, ful več nekih zadeve, pa boljših doli, ne. Jaz sem celo Afriko jedel iz kotla vuni, veš koliko je tega tam, stari nekih čorb se kuha, tam vržeš tiste pičnike, pa se naješ, pa ti enkrat, da mi je malo slabo ali bilo kaj, ne. To jaz tu pogrešam, kaj se neke hrane tiče, pa zdrave prehrane, ne. Pa proklete regulacije naše, glede vsega, razumeš? Dansko, ajde, da menjava, moče malo temo, vmes to delaš, jaz smo pač še taki ših, da zdaj težko si vedno zdaj zdaj si dan smo pa šel po 4 na malco, pa si vzel pol ure, kar mi je itak ful premalo, če grem neko kosilo jesti, razumeš? Se pač more počasi jesti, oziroma bolj počasi jem, pa moram verjeti, kaj bom, dobro, skočim si pa neki sendvič, ruško, whatever. Tako pa, nekaj cajta je še bilo to, oziroma tam zraven v enem kafiču, da si dobil, ne vem, za 2 evra, 3 evre neko skledo nečesa, ne? Zdaj so še pa to skenslari, ne? In je res tako malo pizdarja mi je čisto, ko mi pomislim bolj to, da mi tam nekdo pravi tretji svet, ne, gled tretji svet, ne. Boš se nastavil? Nastavil? Ok. Nastavim. Ironično je, da si sami to delamo, ne. Da si ne vzamejo cajta, tako si rekel, ja. Ja, ne. To je vedno bolj, mislim, prisotno. Čeprav jaz si ga ful še vedno, ne, zato pa imam tako malo, mogoče včasih, ne vem, težavo z kom sovpadati ali sobivati, ker si znam konkretno zelenariti, pa si vzeti čas, ne vem, za neko stvar, ki je drugače vsakodnevna, pa skozi tak leti in pozabiš že polno na te zadeve, ne. Zdaj, na primer, to je problem, ne, da se preveč hitro se ljudje navadimo nekih stvari, ki so nam blizu in jih pač potem ne znamo ceniti, ne. Nekdo drug bi pa na našem mestu bil ful srečen.
Z malenkostjo. Z malenkostjo, ne, tako da je res tista malenkost, ki naj se še zdi v tistem trenutku tak trivialna, ne, jih je včasih fajn mogoče malo izpostaviti, pa potegniti ven na presto. Ja, Louis C.K. je imel ta vic, kao, ne, da je bil na letalo in da so pač začnejo leteti in reče po onem speakerju pilot, da danes testira, ne, da pač je Wi-Fi, ne, na letalu. Wow, cool, ne, zakon. In crkne, ne. Pa je bil en njegov zraven njega tako, valjda, ne. 10 minut nazaj si izvedel, da to obstaja, zdaj pa kreteni. Kaj dela? Kako ste nesposobni piznovater. Lahko je te stvari zapostavljati, no, to je point. Tudi svobodo v bistvu, ko se nas zavedamo, ker pač nam nikoli doben ni niti slučajno je hotel vzeti. Ja. Razen do neki redki primeri v smislu, da pač ne, zlorab spolnih, bla bla bla, pa tega. Ampak kakorkoli gledaš, kakorkoli žalostno je, kakorkoli grozno je, to je vseeno zelo redko, no, v Sloveniji. Zdaj sem slišal, ena kolegica, tu je bila glih na temo neko predavanje o znakovnem jeziku, ne? Pač nisem vedel, ampak zanimiv podatek, da je 1500 ljudi v Sloveniji gluhih, ne? In nekaj ceta nazaj se tudi nekaj pojavljajo to, da bi pač ne bil v vseh teh večjih trgovskih centrih prisoten na blagajni en, ki pač vlada znakovni jezik, da pač gre skozi lepše, ne. Ampak jih je premalo in tega niso naredili. Mislim, da je neka fora, da lahko samo 10 poklicev upravljajo. Zakonom določeno. Nekaj takega, ja. No, moraš biti vse, ne, več, kako se meni logično zdi, ker pač nimam dobenega gluhega blizu sebe, da bi vedel. Meni se zdi logično, da lahko dela skoraj vse, razen tisto, kaj pač, ne vem, nevarno, ne, če si brez sluha. In ja, ne, pač luksus je slišati, pa se nas zavedaš. Točno to, ne. Ja, glih, čekaj, v Južni Afriki so naredili, začetku maja so naredili prvo operacijo srednjega ušesa, ko so ga s 3D printerjem naredili in ga replaceali in je v bistvu nekdo gluh začel slišati, ker je pač to bila okvara. Da, ne, ja. Pa kako to picica pol materialu, kaj verjetno vzame, ali kaki material, da na to se raztopi v glavi, ali kaj? Škaj mislim, da je karbon celo. Neka taka, ko si ne je mislil, da bi to, ne, ampak je bio, kjerkoli material je bil, ne, če bi karbon točno, ne, je bio vse cool z njim, pač lahko imaš noter v koži, lahko imaš kičeš in ne razpada, ni škodljiv, on pač je noter, ne, namesto tiste kosti, ki ti pomaga slišati. In sem glih, za radio sem to, ne, zgodbo si delal, ne, in pa na koncu tako štediram, da človek bo zelo lahko poslušal radio, ne, da se bo na koncu vključil, ne, in zdaj bo slišal med drugim tudi radio, ne, ker je pač, ja, ne, vsi, ko zdaj poslušamo, ne, lahko slišamo in se nas zavedamo, da on zdaj ni slišal en cajt, ne. Na Hrvaškem smo imeli en dober dokumentarc, ki je bil za slepe, ne, oziroma o slepoti in je bil black screen 40 minut. Samo slišal si, ne, da si lahko prišel v, ne, kot to njim zgleda, ne. In je bil ful kontroverzen, ful je bilo, Hrvati so tako še bolj katoliki pa to, da so bolj še neke cerkve so se bunile, ne vem kaj je bilo točno, ampak ja, cel film black screen. Sada pa normalno štorija celega filma. Ja, pač dokumentarec je bil o tem, kako oni doživljajo vsak dan, ne vem kaj točno je bilo, mogoče kaj je bilo, kako doživljajo, bi rekel, javne uslužbence, mogoče, tako se je rekel, v trgovinah, če jim je težje, bla bla bla, take zgodbe njihove, ne, ampak black screen, 40 minut lahko pač je bilo. Deja. Full dobra ideja, ne? Full dobra ideja. Kako si predstavljaš, kako bi to izgledalo, ne? Tak, točno da. Full dobro. Ja, tu, mislim, zdaj sem spomnil enega dokumentarca še od sociologa Andreja, smo kar Drejč rečem, Naterer, on je pa dolgo let hodil v Ukrajino, v eno vas, ki se je imenovala Makijovka. In dejansko
tam v tej vasi je tak, da, mislim, vasi, mesto, pa po moje ne samo tam, ne, še mogoče kakšni drugi predel tudi, da otroci, pač ker je toliko alkohola in toliko je kregarije doma, da otroci ful hitro zbežijo na cesto. In otrok, ki zbeži na cesto, ima življenjsko dobo 12-13 let. Kakve teme imamo mi danes? Naj sonce že enkrat posveti, no prosim, lepo. In je tip hodil gor po moje ene, ne vem, kaj 4, 5, 6, 7 krat, ful dosti krat gledam gori, oblasti ga gori že niso marale, vedno kaj prišel, ker so točno vedeli, kaj dela, ne. Ovo je ti posnel taki dokumentarec, da so na štuku, ko je bila premiera, folk skup padal, ne. Ker je dejansko groza, poglej si to, če boš imel ki priliko, idi gledat. Otroci iz Makijevke, BOMZHI, Bomzi se jim reče gori. In tak trailer s kamero, tak hodi, tak nekaj, pa gre do takega nekega, ko, mislim, vrata v tleh, odpre, pa noter samo froci, pa že vun, Andruška, samo, adijo, ko je neko drogo svojo si dela skupaj stari, pa se pika, mislim, groza, mlad, ful mladi, neverjetno, ne moraš si predstavljati, da ga na svetu še sploh obstaja, ne. Kontraverzno zelo, ne, za njemu so ga to iskili, mislim, da ga niti na televiziji niso hteli predvajati zaradi tega, ker je neprimeren. Ja, mislim, klišen diram, zakaj bi bilo to, zakaj bi rekel ne, pač. Saj? Ajde, nočem ga v prime time imeti na televiziji, ampak zakaj bi ga cenzuriral, ne. Točno to. Hec na TV. Sploh Slovenija, ne, oziroma mislim, pač državni radiji so, oziroma državne televizije bi to skoraj mogle, ne. Če ne druga podpira take projekte. Obvezno. Ko jih pri nas ni toliko, ne. Ja, ti moraš vedeti, če smo mi dva, ko smo že bili na radio, naprimer s Pesi, s bandom, pa pač tu na RTV dela full folka naših dobrih prijateljev, že od nekdaj, ne. In to je ponudi en kolega spustil en naš komad gor, ki je pač ni niti podrazno toliko kontraverzen, da bi mogel biti ne kaj ali pa bilo kaj, da bi moče ena grda beseda vmes, pa še to. In je mogel iti na zagovor, ja. Zakaj je to spustil, pa ne onega? Pa, jo, smo rekel, pero, na, tega dela še ki tu problem, no, zaradi nas. Ampak fajn je včasih tako stvar narediti, malo, oziroma malo tako tvegano. Malo razpizditi. Ja, provokativno, ne, meni še žal in, mislim, žal, da takrat, ko so imeli to srečanje naših vedrih 3 županov v Radio City pred volitvami in je šel moderator, torej Bor ven, ne, studija, pa so oni pomenili 1,5 ure in je vmes naletela debata tudi na ta nesrečni naš 300,000 evrov vredno oder na Lentu. In so se zdobe začeli meni, kaj je zdaj s tistim, kaj bo, kaj je, ne, Kangler pameten. In smo bili edini takrat, ko smo šli na črno, dol na toti oder, Duško to tam vzeli štrom, skoraj že proti njegovi volji, na hudo, ampak. In smo tam naredili špil, ne, in mi je še zdaj žal, ker sem v live gledal pač ta pogovor, da nisem jim tistega zadaj spojil dol na lepo, ne. So takih velikih denarjih menijo, čeprav tu je zelo malo potrebno, da zaživi neka taka zadeva. In tako je Birsa naš takrat rekel, gledaj, če še jogurt postiš 3 dni odprt, se bo neka kultura razvila, kaj še oder? Ja, oder je, mislim, tako vse pri nas, pač da se zritati, ne, prvi je tak na črno narediti. Ja, pa je ne, kako se ne, mislim, ne vem, kak je s temi dovoljenji, ki so jih mogli dobiti. Fištravec je potem, imeli so neko dovoljenje, ni bilo to kar tak, ne? Ampak dovoljenje ni bilo popolno zaradi nečesa. Tako da bi rekel, ne vem, brez veze. Mogli za vodno gospodarstvo, ampak ne vam drugam zaprositi. Ja, in potem niso. Oni so trdili, ne rabimo, ministrstvo oziroma inšpektor je trdil. Jo. Ok. Sorry, dalje. Ni panike. Ministrstvo oziroma inšpektor je trdil, ja, to morate imeti, ne. In potem seveda Lent so spalali, ker je bilo pač prevelik vložek, da bi zdaj zaprli oder. Pa ne imeli, ne. Pa tako je zatem bilo, pa ne bomo več. Zdaj pa ne vem, pač stoji to tam. Ja, mi smo, nije da dosti špilamo na Lentu, samo še, ne vem ki, večera ne bo. Združen, ne, Jurčkova večera. To ja, združen, ja, so neki bo oder. Ja, to sem to čuva, da.
Večera ne bo, čustim, da so jih oklesli z občine full manj. Ne vem, tak je čisto tak, mislijo, da Narodni dom sloni na tonah denarja, ne. Po drugi strani pa morajo Nigradu plačevati, ne vem, rabijo gradbeno dovoljenje za štrom, za oder, za vsak oder posebej, mislim, da to me zanezec na besedo, ampak ja, ne. Tu zopet ena taka rotunda, ko se bolj denar samo vrača, pičica, ne, tudi občini, ne, ne vem, zakaj ne bi potem občina vložila v nekaj takega, ne. Ja, zanimive vojne so se začele, no, tako bom rekel. Glih zdaj v časopisu vse posod, ne, pač kaj naj bi festival bil, pa kaj naj bi predstavljal. Ne vem, ideja župana je ta, da naj bi se raztegnil, naredil full headlinerjev in naj bi manj koncertov pa headlinerje, ne. In naj bi čez celo leto, ampak full dober, vse nekdo je napisal to zdaj večer, ampak je bil, v smislu se pa to ni in music, pač to je v mestu noter, ne. In music je načeloma tam v Močvirju ob Zagrebu, ne, ali pač neki tam, neki otoki so pa bla. To je mesto, ne, to je mestni festival, ko pač meni osebno je všeč, da je skoncentriran, pa da ne samo časovno, ampak tudi na kupu, da je vse, da je cela promenada živa, pa še pol mogoče odri v mestu, plus klubi, kot so Sačmo, KGB, bla, pa še park, ajde, ne, pač. Ja, čeprav sem jaz imel nebrojkrat stari opcijo, po pravici, mislim situacijo, da sem bil na koncertu, pa da bi še v tistem trenutku bil vse na 2-krat. In prosim je včasih, ko sem bil mlajši še, se mi je to dogajalo, sem letal iz enega koncerta na drugega. Pa bom na koncu bil, da je to najslabša zadeva, ne. Ker viš tam pol, pa tam 3/4. Nič slabega, da bi bili mogoče res malo bolj razstavljeni koncerti, ne? Ker nekdo, ki bi se tisti dan spravil na Lent, bi si pogledal, bom rekel, pol od 6 do 12 vse, ne? Verjetno šel tudi na vse koncerte. Prav se mi zdi, da vedno več ljudi se pač prije šetniti na Lent, ker je pač Lent, ker je to postal pri nas Lent, kaj se tiče, ne vem, dojemanja Mariborčanov ali kaj, ne? Da se pol pač pri tistih stojnicah tam 1000 tak smrdijo do te sardelice, ko že greš gor po mostu mimo, no. Malo je zgubil point, oziroma več ljudi imam feeling, da se prije dol šetati, ko pa na koncert, ne. To me zdi. Gremo na zastonj oder, ker ne bomo plačali Lente, sama pleskavica je 17 €, ne. To zato, ja. To pa gremo, od 4 gremo, ja, nekaj treba pojesti. Če pa je dobro. To je bolj paradoks tega, ko kao ni denarja, samo pač ga za bedarije zapravlja folk, pač. Ne vem, ne, mislim, jaz tudi nimam nekih pametnih odgovorov, bez pravim, meni je všeč, da je skoncentrirano, da se dogaja, res vse dogaja, ne, zaradi meni lahko 14 dni, komod, ne, pač. Komod, Vprašanje, spet je to, da ne živim na Lentu, ne, kak je to ljudem, ki živijo na Lentu, je pač verjetno tečno, ne. Vsaki dan skozi, plus tega, da veš, če se koncerti zaključijo ob enih, kdaj je zadnje? 12 strogo. 12, zadnjih par let je dobenega koncerta, jaz nisem bil spodaj po prvi, razen Sačmo, naprimer tam dobro par mladino, ne? Ampak pa mogoče vodni, kaj pa itak dobenega ne moti, oziroma vodni stolp. Vodni stolp res ne? Ne, vodni, sodni, hvala. Ja, sodni? Sodni, ja. Ja, tam je tržnica, Glutkono pa Benetke. Hofer. Ja. To je, evo. To je to. Tako da so kar striktni bili, ne, in tudi ko smo tu bili, naprimer, ko smo bili tudi na Šved špil na odru, sta priletela dol, hvala Bogu, ena profesorja, dva, ki jo poznamo, oziroma sta celo kolega učila v srednji šoli, in sta rekla, mi smo imeli 2 zvočnika, ne, napram Lentovi konstitucije vseh izvorov sounda, in sta rekla, da je bilo nenormalno bolj glasno kot na Lento s tistima 2 bolj zvočnikoma, ne, ampak se nista nič komplicirala, pa nič, ne, ampak dejansko, ne, vsi tisti zvočniki so usmerjeni. In tudi, ko sem bil na par špilih na glavnem odru, veš, mene to prizadane, mene, vse vem, ja, jakost, pa decibeli, pa vse, ampak če jaz grem gledat rockerski band, pa čakam, zdaj mislim, točno poznaš komade, čakaš trenutek, ko more spizditi na razen sound, pol ga pa zaradi kompresorjev, ker jih morajo imeti nastavljeni, ne, da oni pač ne prekoračijo teh decibelov, ki mislim, da so pod 100,
98-99. Na, z roko mahaj. Dobro. Pač boj primeru. Ok. Se treseš. Ok. In tam, ko bi mogla, vrh češnja na vrhu pite, pol samo tako čuješ, kako pogoltne vse to ti kompresor, pa potisne nazaj dol. To je efektno, mislim, kar se čuje. No. Ja, seveda se čuje, če imaš uho za to, ne? Če se ukvarjaš z glasbo, to čuješ. Ravno se, da večina folka pač prije zato, ker pozna besedila od tega benda, čujejo tega, kar si razložil. V smislu pač, čujejo, da je skompresirano, pa čujejo kvalitete, ampak pač čujejo. S tem se nisem nikoli, nekaj festivalov, no. Mislim, zanimivo je primerjati, tudi kak fotograf ali snemalec vidi, ali ne vem, moderator čuje pogovor, ne. To so eni taki aspekti, ko jih mogoče navadni smrtniki ne razumejo, ne. Ja, mislim, tako čist vsaka stvar, ko se ne spoznaš na njo, ko vidiš samo tako, poznaš, ne, tako da bi šel v galerijo slike gledati, ne. Znači, verjej, 3 mi bo všeč, 10 bo ok, 1 pa mi ne bo všeč, ne, to vsaj kalaha jaz razdelam, verjetno, ne. Tudi jaz, verjetno, ne. Neki tusen, ker sem pač laik na tem področju in tak pač je, folk tega čuje, ne. Jaz sem bil, veš, ko je neki David Garrett, Švab, ki na violino špila, pač tu čelost, finta, priredbe ima, Smells Like Teen Spirit, Beatlov, bla bla bla, in melodijo špila na violino, ne. In smo šli oder postavljati tu, ko je pred Gradcom, ko je ono neko jezero, pa... Milnica. Kaj? V Milnico? Ne, kaj je že to, nekaj Bze. Neko jezero, jaz je, pač, no, tja smo šli. Švarcl, ne Švarcl. Ja. Švarcl Ze ziher, ja. Nekaj takega. Ja. V glavnem ful velik koncert, to je bila karta, ba je 300 € najbolj poceni, vzadaj, ne, ker pač to prije samo smetana. Mi postavimo oder in gremo nazaj, pa gledamo s kolegom, pač lučkar totalno mimo, ne, pač vse je mimo, vse je falil, ne, pač vse poudarke, vse ritem ful velikrat, ne. In gledamo, pa se menimo, pa bi tako vse ta večina ljudi to sploh ne vidi, ne. Oni so pač prišli se pokazati, karta je draga, ne, in folk se prije pač pokazati, ne, pa pol za Instagram sliko, pa bla bla bla, pa kaki posnetek doma pol, koliko tak nikoli ne pogleda, se vidijo, da je lučkar mimo, ampak pri vsej tej produkciji, ker mi smo namreč te LCD zaslone smo šraufali skup, ne, ki so bili, ne vem, čez cel oder, tak, ne. Slovensko firmo, da? Ja, mislim, oni so... Alkomp? Jaz sem šel preko enega Rodija tu iz Celja, ko je pač rekel, priješ, ker pač rabimo nekoga, jaz sem rabil cash in smo šli pač, ne. To je bilo enkrat, da sem šel. V glavnem, in tudi taka produkcija, da to sam gledaš, to zvočnikov, tako se je rekel, pač neverjetno veliko opreme, vse posod, da je ono kič, ne, da ko rabiš takih LCD zaslonov, ne. Plus tega, da je orkester poleg njega, da je vsi inštrumenti na svetu so tam zbrani, tistem odru, pa on hodi okoli pa špila. In pri taki produkciji pol en lučkar na trofej ritma, pa sem tak... Ja, pitaj Boga, ne. Se tu zdaj nekaj narobe ni moglo iti, ne. Da pač mogo pol biti malo človek, mogoče nov, neizkušen. Pa kaj takega. Možno, ne, pjade. Ja, marsikdo, mislim. Produkcija, ja, mi smo tudi sami videli, oziroma že od takrat, ko smo začeli to nekako doli delati na placu, vse skupaj, da bo šlo v produkcijsko smer, ne, normalno smo začeli več delati na tem, se že prej bila tudi produkcijsko, bom rekel, kar razvita, oziroma zadeva razvijana, ampak dejansko. Danes je pač toliko dostopna tehnologija, še posebej, kaj se tiče nekih glasbenih, ne vem, snemanja, whatever. Ta hudo, da lahko, če se ti da, lahko doma vse narediš. Ja. Res vse, ne. Pač, fascinantno, kako je to postalo, nedeljo smo se to menili z Alostarja. Pač v enem momentu, ko še ni bilo tunerjev, ne, pač, ne, tunerjev kot tunerjev, si mogel ti se prvo posluha naučiti, da si lahko stunal nekaj, si še lepo glasbenik ratov, ne.
Mi smo imeli ful, vsaj jaz, sem pač si kupil tuner in je pač to bila kar bližnica, kot je omogočila, koliko časa ti je omogočila. Veš kak sem jaz uštela prvo svojo kitaro? Posodil mi je v 9. klasu, jaz sem harmoniko drugače igral v nižji glasbeni. Kitaro mi je posodil, nisem pa vedel, v katerih tonih mora biti. In kličem kolega, ker sem vedel, da je njegov bruder kitarist, pa je rekel, ja, prva struna je E, pol pa samo kvarta, vse gorne. Pa smo harmoniko, pol pa sem jaz po moje 1-2 dni s njo štela. Ampak sem jo pa štela. Ja. Zanimivo, ja. Mislim, včasih je šlo to malo težje, ne? Čeprav dobro, jaz sem že tudi tako mladostnik, je bil internet, da ma niti podrazno še ne toliko kot danes, ne. Tudi se mi zdi, da neke zadeve so bile manj komplicirane. Tudi se mi zdi, da sem eden, mislim, izmed redkih. Če mi ni s to odpisovanje, pa to pa bodi dosegljiv vsem v vsakem trenutku, če takoj ne odpišeš na to enem kurčevem četu, je že to, kot je s tabo, kaj je narobe, kaj je narobe, ne, da se ni s tabo badati. Pičica do enih res postal že malo piker, ne, ker si res privoščijo, ne vem, kot da te ima zdaj tu na povodcu pesa, v tem rabotem cukno, kaj daj nehaj. Zadnjič sem bil pri Simobilu, sem si šel degradat paket, ker sem gotovil, da ful narejem toliko neta, ne. Ampak dobro, sama že zdaj ogromno M30 bi, veš kaj to. Ja, plus neomejeni, plus vse. Vse, ne. Ampak kaj sem naredil? Sem naredil, to je to, ali kaj 15 na mesec roka, svetovno. Kaj mobitela ne, te zelo vzeli? Sem rekel, ja, bi si, ne, kaj pa imate, kaj? Na mene že, ja, to ti je 20 € na mesec, to ti je 15, pa sem rekel, kaj pa to ti, tega pa za 1 € kupite. Ne bilo ni banana, phone od Nokia iz matrice, veš, ko ga dol potegneš. Sicer sem ga že probal, pa sem zadnjič mogel en dolgi message pisati, pa sem ga kuj dal v stran, sem rekel, ti je še malo, še čakaj. Pa sorry, z roko ninem. Ker ja, tipkat pa gre na tiste analog tipke malo teže, ne. Ja, dober res. Kaj verjel sem? Ok. Ne, se pobira zgledam. Ja, navadili smo se, tako si rekel, da smo skozi dosegljivi, ne. To je čist neki nov koncept, ko ga ni bilo, pač ni ga bilo 10 let nazaj. Točno to in čakaš do zadnjega, ne, in bolj je panika. Ja. Zakaj? In prihajamo v nek čas, ko vsi vemo vse o vsem. O informacijah, bi rekel, ne, vsi časopisi so na netu, takoj dobiš vse. Pač, ne, včasih je neka novica, če je izredna, pa če imaš lajkane vse strani medijske, naprimer, vse dobiš, New York Times, BBC, Večer, toti, oni, vse informacije prije instantno k tebi. Ne sem to, vemo stvari drug od drugemu, ne. Dobro, zdaj to je spet tak, ne, eni imajo masko, ne, na Instagramu ali pa na Facebooku in ne vidiš njega, ampak masko, ne. Ampak prihajamo v cajt, ko bomo res vsi vedeli vse, ne, ker Elon Musk dela ta Neuralink, ali kako mislim, da se reče te firmi, ko pač si boš naložil informacije, kar vse. Kam? Povezujejo dejansko. Black Mirror, here we come, kaj? Ja, povezujejo dejansko spomin digitalni pa naš. Analogni. Jaz se ne grem tega. Ne, jaz sem tudi rekel, da ne. Ampak je, folk dela firme v smislu, da si bomo brali misli, da lahko bral misli. In v tistem momentu ne bo več privatnosti v nobenem smislu več, ker pač tudi tisto, kar celo življenje lahko nosiš eno stvar, pa dobeno ne poveš, to je tvoja privatnost največja, ko pač, ne. Ne mora doben vzeti, ne. Ja, naprimer, banalna stvar, videl sem 3 rdeče avte, ko so se zapored pelali, ne, po cesti, ne. Pač to nisem šel domeno povedati, ker ni zanimivo, ampak s to tehnologijo bo en to vejo. En poleg mene na avtobusni postaje ali pa več nekdo, ki bo pač na kakršenkoli način povezan. Ne bo te privatnosti več. In to gre, ne. Tudi isto Muskova, ne, teorija, kao, skozi smo mislili, da bomo cyborgi ratali kot, ne vem, ne, ti roka ne bo več prav delala, pa že bil roka, ne, robotsko. Ampak gre kontra, ne, ker postajamo cyborgi v smislu glih spomina, ne, ker zdaj, če
ima nekdo nek profil na socialnih medijih, ima gor neke informacije, ima slike, ima misli, ima muziko, ki jo posluša, ima ne, to. Maili so spet sam kup informacij. Sam kup informacij in vse ostalo, kaj je gor, ne, ostane, če ti umreš. Se pravi, se prenese kljub fizični smrti, se prenese nekam in je nekje shranjeno. Ne? Tako bo v končni fazi shranjeno, da se še res lahko spomin naložil, pa pol kot robot živel naprej. Ne? Groza, jo. Mislim, že to, kaj se tiče z otroci na net, pa to, gled, to je to, ko starši, ki to delajo. Jaz ne morem si pomagati, da se ne iz svojega mislo o tem. Mislim, pa imaš rad svojega otroka, sam si budala si, ne, oprosti se. Imaš rad svojega otroka, se ne govorimo o tem, ne. Ampak si budala, ne, in to tudi familiarni meni povedal pač svoje, ne, budale, kaj dela, razumeš, da otrok bi rad imel normalno najstništvo, pa vse to, ne. Pa zdaj, če misliš, Pecica, da zbriši to prej dol, preden bo vedeli, ki najt, ne. Mislim, vedeli, ki najt, pač preden se najde, ker se mi zdi, da bo to en kup, ta generacija, no taki feeling zdaj, gled, da bo to, ko pride ta generacija, ki je zdaj do 30-35 let, torej pač bom rekel nekih skupina ljudi, ki ženejo naprej planet, ne, po domače, torej največ energije, vsega v optimal, to bo hudo, ne. To bo po mojem bo taki rahel kolaps. Ne vem, zdi se mi, da taki feeling imam, kot da doben več ne zna nekaj stvarno delati z rokami. Vsi bi radi bili inženirji, ne vem, računalničarji, kaj se tiče tega. In bo po moje kar na deficitu nekaj, no. Ja, večino evolucij človeške so pač vsi doživljali najstništvo, neki, ne, pač, ajde, hormoni se sprostijo, zrasteš, to je to, ne. Zdaj, ko so bili v džungli, se je to v džungli dogajalo, ok, pa so bile vasi, se je to dogajalo tam, potem so lažje mesta in pogreš do industrijske revolucije, tu pa prije do ful velikega shifta, ne. In zdaj, ko imamo drugo informacijsko revolucijo, ne, je tak, da spet se vedno bolj eksponentno hitreje stvari zasučejo, preden prije nova generacija naprej, ne. 10 let mlajši ljudje so toliko različni od nas, da je to neverjetno. Ful neverjetno. Prej nikoli ni bilo tako, ne. Točno to. Ne do te mere. In so začeli ugotavljati, da nasilje v šolah, ne, ko smo ga vsi bili deležni, ali si ga videl, ali si ga izvajal, ali pa si bil ti tarča, ne, je ratalo ful bolj problematično z socialnimi omrežjami, ker včasih je bilo pač to v šoli ten tepo. Sem si šel domov. Ne? Zdaj greš domov, pa še kar vidiš njegove slike, ne? Še kar te lahko, tudi če te prek SMS-ov bilo česa še jebe pol naprej, še vedno imajo otroci probleme, ker če te nekdo ti gre na kurac, nekdo te matra, pa pol vidiš sliko, ko ima čez 100 lajkov, pizda, to jaz nikoli ne dobim, on je tak prasec, ne, do mene, ampak je ful priljubljen, ne. In to otroke še kar v tisto stanje, ne, nazaj deva, ne, ko si v šoli, pa si pod pritiskom, priješ domov, namesto da bi se sprostil, še to gledaš naprej in si še kar v istem stanju, In se sploh... Mislimo tako zadevo, valjda. Jaz tudi ne, dokler nisem gledal enega intervjuja z eno sociologinjo, ali kaj bila, glavnem za raziskave v tej smeri je delala. Ful se je povečala, sploh pri punčkah, pri puncah se je povečala stopnja samomorilnosti, stopnja samopoškodovanja, ali kaj bi temu rekel, pač ko se režejo, nimajo namena se res ubiti, ampak pač se poškodujejo na laž. Sem zato, ker pač im je tako hudo. Se je povečala, ker enostavno ni odklopa, ne. Nimaš onega, da greš domov, pa si doma sam v sobi, sabo. Ampak si skozi tam gor in skozi gledaš to. In v puncah je sploh to, ker pač gledajo na zunanjost, ne. In zdaj, ko imaš filtre, ne, ko ti pač kožo zgladijo, popravijo napake in ko vidijo svoje, ne, se pravi te... Napake, napake. Ja, svoje tako vidiš v ogledalu, ne, ampak polko nekdo, ko gre na kurac, pa ko je matra v šoli, ne, da s tem filtrom gor, misli, ona popolna pizda, ne. Ja, mislim, to je najhujše, ne,
Zato je meni South Park ena taka svetovna varianta, ker so se dotaknili enih takih problemov, pa toliko problemov skozi fucking risanko, ne, ampak so pa toliko hudo realni ti problemi, vse se ti zdijo smešni, samo to je vsaki del je žalosten, ne. Pa 360 naredijo vseh strani, Točno to, ne, vseh strani, ne, vala, normalno, ne, vse so like to tako postavili. You better work, bitch. In ja, ravno tu, ne, ta del, ne, ko Photoshop in vse skupaj, ampak meni je to, glej, se ne vem, imam srečo, ker so mi všeč naravne punce brez make-upa. In teh sem največ tukaj okrog srečal, v Beli krajini, ali pa tega je tam puno. Pač ful lušne punce, ne, ko ne rabi nič, samo zbudi se zjutraj, pogleda pa je to pa. Eno serijo gledam o eni židovski ženski, in začne se tak, ne, da pol se ona osamosvaja stran od moža, gre to na razen blablabla, ampak na začetku serije prav gre pred spanjem se naličit in pol on gre ta spat, ne, se ona zbudi, gre se spuče normalno, ne, in pol preden se on zbudi, se gre spet naličit, pol v poslu, kaj je že toliko ura. Mogoče malo karikirano predstavljeno v seriji, ampak jaz se verjamem, da so taki ljudje tam zunaj, ko so to delali ali pa še delajo. No. Bi rekel, ne. Samo, mislim, to, če vidiš enkrat, da 30 si predstavljala si 10-15 let poročen, pa prvič vidiš žensko svojo brez make-upa. Ja, pa ne prepoznaš. Pa te možno to, nekaj ziher, ne. Zdaj se spomnim, v prvem letniku prišla sošolka srednje šole. V šolo pa 30 šolci smo gledali. Kaj je s taba, da je domov, ko si bleda, si kaj si taka, da je domov spad, le kaka si, ne, make-upa nijem, samo gledaj si, kaj niješ, pa kaj si te nam, bledo. Ja, pa čisto z Snapchat filtri in s temi stvarmi, pač popravijo, te, ne, ista stvar ko make-up. Jaz ne znam tako slikati, da bi si to naredil. Pač filtre, da samo naredi, Kaj prav sam ti ga naredi, ali kaj? Ti imaš filtre, ne? Ti lahko slikaš kot slika, ne? S fotoaparatom. To vem, da imaš filtre, ja, to mi je jasno. In bolj daš filter prek, ki ti zgledi kožo, zgledi ti pore, zgledi ti napake. Če pa to zgleda fake? Ja, samo ne, ker je tako dobro, blur je v bistvu, veš? Blur je, ja, se že to. Zblura, sam določene površine, ne? Seveda, ko gledaš ti to, ko se zavzameš, vidiš, da ni glih tak, ne, mora biti taka koža. Ampak, ko pa letiš, ne, prek, pa na, vidiš, ne. Hitro, ne. Aha. To si videl, zdaj imaš nov filter, ko naredi žensko iz tebe. Switcha spremeni ti spol. Da, nehaj. Če ne bi slikco bo vrali, da. Zberado. Stari, lepo si. Kaj si ti, normalno? Fuck. Včasih bo vsi hteli biti. Ja ne vem, mislim, tam nisem dobro štekal, mogoče do tih pointov v South Parku, ko so imeli to vse z ženskami, pa to, kaj to je zdaj kao varianta. Kjer je to? Pa, mislim, ono, ko imajo, ko hoče iti Cartman na WC, ko hoče svoj WC imeti. Ker je, kak je že izrasen? Transgender, to varianta. Ja. Ja, to je ful zdaj, ja. Ampak, kaj to torej, oziroma, če prav razumem, gre za človeka, ki pač je ujet, oziroma ni to, kaj bi je, čuti, ni, ne? Prav razumem. Kaj si zmisliš, to si ob tistim času? Ja, ne. Mislim, to paše, ali kaj to izraza? To je legit, da si lahko, kaj si izmislil, v katerem času, kaj in pač, ko si to, kar si izmisliš, imaš vse pravice, da si to. To ni transgender, to je gender fluid oseba, ki si sproti izmišljuje. Se pravi, danes se počutim kot punca, jutri sem moški, ne? Tak si pač izmislim, ne? Potem gre to seveda v pičku materno vse posod, ker eni ne verjamejo, da so stari toliko, ko so.
Pa sem jaz tu enega kolega star. Ageisti, ali kako jim reče. Pač, on je 80, on se dela, da je 16, naprimer. Pač to obstaja ljudje, ki pač verjamejo, da so 16, ali pa da so 300, tudi to obstaja. Ena zgodba je bila ful hecna na netu, ko je en foter sinu govoril, kaj se je še umiral, pa še neho govori, da si 400 star, pa bi tak, oh my sweet young child, ne. A fotor snemo? Fotru, ne, ker foter je pač, ne vem, 55, ne. Jaz sem pač 400. Kaj si? Mislim, ja, vsak mu svoje, okej. Nočem kratiti pravic nikomor, ne, ali pa nekaj. Da se ja, ne, samo kaj pa je preveč, ne. Bodi, se če nekomu škodiš, bodi, ne. Problem je to, da je bilo tako ko emoti. Nekdo je bil emo in pol so bili vsi emoti, ne. Veš kaj mislim, ne? Ker je pač bilo popularno, ker je bilo pač bolj kot ne subkultura, ne zato, ker bi se res vsi počutili solzica, ne. In to se tudi dogaja s temi transgenderi, ne. Dogaja se take stvari, da jaz sem 100% da pač ima nekdo 5 transgender kolegov in pol ga on je nafukal, pa ti pa si res tako mi, ne. Pa mu govorijo pol leta in pol gremo spolu spremeniti. 100% se je še to zgodilo, ne. 100%, ne. Da je pač ene ljudi lahko pregovoriš, ne. Pač lahko jih pregovoriš v marsikaj, ne. Tudi geji imajo to, ne, da pač, ne, da se pregovoriti določen folk, da so geji, pač, ne, to pač obstaja, ne. In največji problem je tu, da ta populacija, ki jo izuzamejo, ne, se pravi transgenderi iz normalne populacije ZDA ima 13% samomorilnosti, kar je više kot Dachau. Ne? Pred in po operaciji ostane isto. Ne? In potem se sprašuješ, kaj je zato, ali so transgender, pa so tako zatirani, ne? Da pač jih folk tako dalec pravi, ali pa tako folk sam z motnjo, neko drugo X motnjo, ki jo pač nismo definirali, ker je ne moramo, ne. Je to samo sindrome motnje, ne. In je to zdaj pač popularno in medijih in dobiš ful pozornosti, če to narediš in si ful brave in hashtag woke, pa ne vem kaj, in greš to narediti, samo zato, ker iščeš pozornost zaradi motnje, ki je X motnja, ne. To so to, ne. In definitivno je veliko tega folka, ko pač, okej, se nama počuti tako, ko je njegov spol. Neka pa je 100% folka, ko pač just getting along on the train. No, ne. Pa spet nimam pametne ideje, kaj popraviti, ne. Ne. Kako popraviti. Ampak, ne. Danes smo s prvo debato že začela, ne. Tisto, ko si šel v Nemčijo, da popraviti, izgledamo celi cajt okrog se tega sukala, iskala rešitve. Ja. We're gonna save the world. Glede na kakve festivale letos, kaj novega. Jaz sem za enega zvedel. Ker ga? Best Kept Secret. Festival Best Kept Secret, sem mislim, da je nekaj Anglija. A? Ja, pa full dober festival. Mislim, muzičari taki ful se potrudijo in privlečejo gor ono ne rising stare, mislim, nekaj vzhajajoče zvezde, ampak res dobre, neznane muzičare. Ful dobre neznane, tega danes ful, ne. Se mi zdi, da eni v muziki so ostali še tam, ko včasih, ne, se ne jebejo Facebooka, vsi ga ne jebejo, ne. In tudi ne najdeš jih, ne vidiš jih, zvohaš jih, če priješ na koncert, prek plakata jih zvohaš, ne. Ampak so pa, bom rekel, v takih nekih underground krogih ful znani, zato ker underground krogi so med sabo fejst povezani, če tudi ne zgleda zdaj, da so, ne, ampak takoj, ko navežejo stik, je ta prvi stik že v 90 postih ful močen, ne. In imaš takoj novega zaveznika na obzorju, ne. Pa hvaležni so, ne, ker najdejo nek tak band, ko ni komercialen. Točno to, ne, imaš pol, ne vem, razne te, kaj so že Boiler Roome, pa to, ki šopajo ogromno dobre muzike, ne vem, ali pa, ne vem, band iz Islandije, pizdarija, pa so to, pa jaz sem drugače ful, ne, neki taki techno, disco, freak, niti, mislim, da poslušam dosti tega, ampak zdaj najdo neke take variante, da že ful stari bendi, ful dolgo špilajo, menjavajo pevce, noter se menjavajo, pa so to legendarni tam pri njih, ne, v Islandiji, ampak jih, meni ne pozna, Gus, ali Gas, Gus, mislim, da band, ne. Ful dobra muzika, aranžma je super, ne. To smo mi doli na placu, na primer, imeli zanimivo zadevo, ki se nam je zgodila, da smo v enem trenutku stari, ko smo s prvim
bendom iz Hrvaške, Vrej, navezali, mislim, prišli so k nam, to je bilo to, špil so imeli, to smo se zabavili, še drugi dan pa so šli. Drugi bend, ko je prišel iz Hrvaške, pa rečemo, da je bilo to, ne vem, tukaj, ala, okrog Zagreba, drugi je prišel tu, območje Reka. Prija, pa sem prišel, jaz sem to zamudil tisti dan nekaj, pa rekel, ajde, tako čujem onega tam, da rekel, ajde, sad, kaži mi, ko je ovaj Ozi sa tatujem, ne? Sad tega pesa je mislil, ne? Pa sem rekel, kdo si ti? Aha, a one poznaš, aha, a ja, pa se zdaj tu, ja, onega pa si ti poznam. Dansko je ful malo je vse in se kar naenkrat se viš, da se pač poznaš, ne? Ja. V naših, bom rekel, nekih pogojih, ne? Krogih, ja. In dejansko je ful bendov tu ob obali, mislim ob meji, naprimer na Sarani, pa dobrih, mladih bendov, placi, taki neki, ne vem, industrijske hale, grejo za snemanje perajt, plac za vaje, naprimer, ne, ful razvita scena. Mislim, naprav naši tu, povezana bolj. Zanimivo, ja. Fin je, da pač kot cel Zahod je pač toliko časa imamo zdaj, dejansko se ukvarjati s tem, kaj se čemo ukvarjati, ne. Pač 50 let nazaj si imel manj časa, verjetno, za to. Manj priložnosti tudi, verjetno. Tudi, ja. In zdaj pač naša generacija je imela pač to odprte roke, pač lahko si delo, kaj si htel. In več ko manpowerja mečeš v neko, ne, več boš teh bendov dobil ven, pač to je enostavna matematika, ne. Je pa hecno, da nam pridejo ven, se pravi, da niso komercialno zelo osmisleni, oziroma niso... Škaj, to moš sam pri sebi prvo en preboj nared, pa komercialno usmerjen, to pomeni, da si tudi discipliniran. Ker drugače to ne nagre, ne, ker če hočeš ti biti, moraš imeti potem neke zadeve rešene, ne, zdaj, če si ti muzičar, pa se ti dobesedno jede za biznis, pa to pa da bi rad špilal, boš špilal, ne. To pa to, kaj boš delal. Preboja tu ne bo. Za potne stroške pa za mogoče... Glej, ti vletijo, kakvi špili, čisto tak, bom rekel, ki so to i dobro plačani, brez skrbi. Je pa res, da če ti delaš, bom rekel, že z bendom, pa ste dejansko tam vi kolegi, ko igrajo skupaj, ne, pusti za muziko, pač to delamo mi vsak za sebe doma, pa prijemo na kup, pa delamo skupaj to, ne, pač kaj dela drugače, vsak za sebe, da so tam doma. Ampak težko je tu iti iz ene take sproščenosti pol do nekega profesionalizma. Tu se mi zdi, da dosti krat zalomi pri nekih zadevah različnih, ne. Ja, ker je druga mentaliteta, ne. Ker moraš pač postati že peder, mislim, prasec, ne, pač za neke zadeve ti morajo postati vseeno, ne, oziroma ne, izzad ja pa onemu denar, ne, ali pa ne vem, nekaj, kar bi moglo biti normalno, da tega da, ne. Ja, moraš prositi. Ja, ne, še posebej, mislim, tam, ko vidiš, da ga je polno, ne, tam mi ni žal, tam grem pa raztrgam, ne, ampak tam, ko ga pa ni, ne, a ne moram biti zdaj stoti, ko bom tebi se zagrenil življenje tu pezdarja, ne. Težko je reči, mislim, za tak zmer, ampak ja, mislim, tu je pol agent, ne. Ja, ne. Če se nekomu da... So tudi menedžer bi mogel biti en kolega, veš, neki pa tam zdaj najet od nekot, ne. Tako veliko srečo bi rabo, da bi rabo človeka, ki je že dejansko, ki je pa z vami bil v koncertih, se povezoval, ne, uspod, naprimer. Pa zna to delati, ne. Pa zna to delati, ne. Jaz ne bi imel, mislim, poznal sem že par menedžera stari, pa je to užas pizdarija, ne vem, težko se skonektam s človekom, pač z menedžerjem, če res ni neki, ne vem, kolega ali kaj. Zaupati moraš res v nulo, ja, ne. Pa mora biti sposoben, pa ti samo ne odlaš rihtaj. Točno to. Mena zanima, sem pokličem eko je z meno, ne. Mene zanima... Pa je to. To je najlepše, ne, sem pač takega človeka treba dobro plačati. Zdaj, ti imel enega entuzijasta, ko je res ono, ok, cool muziko imate, delal bom za taki pa taki procent, pa tudi če bo ne bo nikoli ratalo, nekaj ne vem kaj, bomo vsaj, ok, bomo imeli dobre zgodbe, ne, hodim zraven na koncerte. Pa da imaš cel ta paket, pa da še zna, ne, zrihtati stvari, je pač pol že koliko takih kolegov dejansko imaš, ne. Ja, ne. Moraš imeti srečo, no. Fest, ja. Če hočeš priti, bom rekel, ne, ker pol se mi zdi kar naenkrat, ko neko komercialno naravnanost dobiš, zgubiš nekaj, kaj si prej imel. Kreativnost. Mogoče, ja. Jaz sem to opazil, da
kako sem si začel sam rihtati nastope, v tistem istem momentu nisem imel cajta več zapisati. V istem momentu, ker je bilo ono, sekiral sem se za stand-up. Sekiral sem se, ali bojo nastopajoči rekli ja ali ne, tiste, ko imam poleg, ne, temu kešu. Ali bo vse tam porihtano, ko prijemo tja. Pogodbo je treba napisati. Je dal oni Facebook dogodek vun, ne, tam. Pravi cajt ga je dal 2 dni pred tem, tedna, 2. In imaš vse te skrbi, ne, in bolj tudi, ko greš, vrezen pa 2 ure pisal, ne, pišeš tako, ko bi, neobremenjeno, ne, ker pač nekaj ti ostaja v skozi na koncu, nekaj zada, ne, ti nekaj reči, kaj to sem zrihtal. To je tako jaz, ko moram delati celi dan, naprimer, pa malo začeš pilne. Kome to, že tu vem, da imam težavo, ker nisem sproščen, ne morem niti na šihtu, ne, ko bi moral nekaj ono, pač ne vem, da se res, da si spučeš glavo, pa lahko reš na oder, pa to, ne, pa si sproščen, pa... Drugo je, meni se zdaj to dogaja, da na radio delam do 8 ure, 8:00 in potem v KGB-u imam nastop ob 8:00. Sicer se tako zrihtam, da več nastopam prvi, ne, da se več, da sem pol, ne vem, šele čez 1 uro ali pa ne. Ampak vseeno, priješ tisto zadnjo, prvo je tako to finta, da ker jaz denar zalagam noter, je vedno tako, ko gremo od radia dol, se tako fuck upam, da od folka. In pol priješ, pa včasih ni, ne, pa študiraš, sem šel pa tako minus, ker veš, ne, ker prešteješ glave, si izračunaš, povezovalcu sem dal toliko, to je to, ok. In pol s tem greš na oder, ne, in... Veš, kaj ti predlagam, začne o tem govoriti? Zlajaj se prvo vun po moje, da vem. Ja, stand-up je v tem smislu zelo lepa zvrst, da pač govoriš. Jaz imam rad stand-up, pa tudi George Carlin, pa to, pa jaz sem ga požrsne te ljudi, res ni vejs požrt, ker so, pač rad imam taki način tudi humorja, pa vsega, plus pa filozofija, to je filozof. Filozofsko approach je imel, Carlin je bil ful zanimiv. On je bil junkie v bistvu, ki je bil uspešen z masko klona, ker on na začetku bil klon, ne, Class Clown, celo album, ne. Tako. In po enem momentu mu dopizdlo, pa bil te keks, jaz tek uspešen, pa v minusu, ne. Gre skozi, ne. In pol je bil ful velik, pa so neki zajebali z davki in je bil ful dolžen državi, oziroma ARS-u. In pol je tak štanco te albume vun, ker je mogel odplačevati za nazaj, ne? In jih je štanco ko prasica ven. Ful, stari. Ene stvari so noter, to ni več stand-up, to je bil slam poetry, ko je bila, samo tako bi se rekel, filozofija. To. Na koncu smo samo zaploskali, ker je bilo, ok, tega nismo tako videli, ne? Ni bilo smešno, ni bil stand-up, ampak sem štanco tako ven, tudi verjetno, ker je imel toliko zapovedati, ampak tudi, ker je bil pritisjen strani države, da more toliko ven devati tega, da more imeti... To nisem vedel, da je bil to kot naradužen. Vedel sem, da je bil klon. Ker to je pa logo, mislim, on je to štanca od 76. dalje. Ali pol tiste na koncu misliš? Tiste na koncu, ne, tiste se ga pol še od 80, do 90, čakaj, kaj je imel da zadnjo, imel 2,5 ali nekaj. 2,5, ja. Še en fun fact, on je 2001, 10. septembra posnel special, ki se mu je reklo I kinda like it when a lot of people die. Naslednji dan so bili pa napadi na World Trade Center. In niso tega dali vun, nikoli. En dan, oziroma 9. pa 10. so snemali, ker snemajo več, ne pa skatajo. Pol je bili napadi in je bilo, sem gledal zadnjič, pa bilo tako, to si je po mojem mislil, did I manifest this, ker je bilo res ono, pač o tem, ne, kako, pač se folk, vse veš, da je imel tak material tudi, ne. Ja, ne. I see as a form of entertainment. Kak je, life is a freak show, if you live in America, you get the front row seat. Ful fascinantno življenje, no. Sploh zanimivo v smislu, kak je bilo hecno, ne, da
polko se je obrnil, ko se mu je v glavi obrnalo, čakaj, jaz nič ne povem, jaz pač sem govorim vice, ne, kako se mu je obrnalo, da je najkrat začel drugače razmišljati, govori tudi mlajšemu folku, ne, v tistem momentu ga je res pritisnil, da je mogel ful stvari delati, ne, on je delal na 1 leto, ne, celo uro, ne, special, kar je fukjeno, ne. Louis C.K. je tudi če to delal, pa je tudi, kao, sem že čul, ne, na podcastih, v intervjujih druge komike govori, da on rekel, to ima, gre pa, to pač te skuri, ne, pač, post tega, da Louis je imel ono serijo, ko se je reklo Louis? Ne, Louis. Louis se je prav reklo, pač serija je bila njegova. A ja, to ja, drugače veš, ki sem ga zgledal v mockumentary so mi to ti folk cool, ne, ala The Office. Ja, drugače on je v Parks and Recreation se je igral, a tam je igral? Policaja, mislim, to je vlogo, ne, realno. Louis je tudi kar zanimivo. Ampak zdaj, koliko poslušam, folk dela, oni ko rabijo, ne, ko so že uspeli, na 2 leti. Pač, na 2 leti, ja. Ja, to je nekaj tak, da dozori kao material najlepše leto. Normalno, da, tudi jaz, ko pišem komade, ali pa tekste, naprimer, to največkrat vidim. No. In to sem na začetku ful delal, tekst napisal, pa sem ga takoj prečrtal, ker se mi je zdel preveč poetičen, take neke vece, ne. Potem sem pa čez čas nehal to delati dodala, pa sem šel prvo isto tih čečkarij prepisovati, pa kome se še videlo na točkah, ne. Ker točno vidiš, ne, slego brez se naučiš, da material, ki ga delaš, misli, ki jih razvijaš, komad, ki ga ne zapišeš, ampak samo igraš, vse se nekje v drugi, nekaj se bo sklopilo. Ja, nekaj bo sklilo ven, ne. Jaz to isto delam, pač predstavljam, da pa jaz imam 3 file A, B, C, A je glavni, tu noter piše vse tisto, kar deluje, ali pa tisto, kar razvijam. Pa imam B, je bil v bistvu predhodnik tega, včasih je bil to v bistvu A, ne, ampak razumem. In pol imam C, ne, ko je bil na začetku in pol sam prepisujem, in pol pa tak je nekako... Potek vidiš, ne, ja, mislim, pol pa greš, ne, pa imaš, govorim o tej temi. Uvod deluje, ne, tu imam en vrej punchline, neki tagline, ok, se še smejo, pol je vmes kar neka, ni šlo, ne, se samo en smešno zdi očitno, ali pa ne znam povedati, pol pa konec cool. In pol si tu vmes, tu neka falina in greš nazaj gledati vse one file, pa vse ono pregledaš, pa dopišeš eno staro idejo noter, počasih deluje, ne. Seveda. Se poveže, tako da jaz vse opisujem. Stvari, ko se jih spomnim na ulici, diktafon, si jih povem in pol ko brijem, si jih napišem na papir in to. Ker pozabim, sam da pozabim nič. Sam da pozabiš, ne, veš, to je. Koliko je šlo muzike doli na placu, to se to imenimo. Koliko je šlo muzike mimo, ko ni noben posnel, zapisal, ničesar, ne, ampak zopet, ne, to sklije nekje druge. Ja, nekaj se ti nalaga, nekaj v spominu, backupu, po pa prije naprej. Sem pri muziki je sploh tak, da ne, jaz sem tudi imel band, no, ampak jaz nisem znal špilati, nisem punk rock špilali, sem bil ritem kitara, pač par akorde, pa mogoče to tam kaj, ne. Ampak vedno je bilo tak, ko smo snemali nič pametnega, ko da bi bili veš ono pod pritiskom, ne, zdaj pa mora nekaj biti, da bomo imeli material doma razdelati, da mogli smo, ne. Če je bilo pa kar nekaj tak, pa je šlo, ne. Pa smo se nekako jeli, pa je ono levo desno in tako si je rekel, včasih nam je ful žal, ker je šli smo na vajen, smo naredili neko komad tako okvirno skup, naslednjič, ko smo špilali, se ga nismo mogli spomniti več. Nismo ga snemali in je več. Mogoče pri muziki celo ta v momentu, da ne razmišljaš nič druga, nič, ali se snema, ali se ne snema, je boljše. Veš, to smo se tudi mi menili, ne, lepo pa zopet rabiš enega zraven, ko bo na to študiral, ne. Da bo pritisnil tisti je rekord punčal, ne. Ampak ja, smo se pa zdaj kar navadili, to ti H1, zoomček, samo na začetku vajega zalepi. Imamo pa to srečo, da se pač kitaristi drugače naš z Ljubljane, ker sta Bobnar je tu tako malo naprej doma. Je študiral 2001, leto dni vodno gospodarstvo dolje, ampak niso študirali, špilali so, ko so se pohakljali, so samo špila začeli. Tam zraven je bil en full lawyer, ki klaviaturist, tudi danes znam kot Manzarek, oziroma tudi kaj ima koncerti.net, ne. In so že takrat kao stari pes, ne, mislim stari pes, ni bil stari pes, ampak sta že ona dva doli špilala. Potem je 10 let,
zorela zadeva, ne, 11 celo. In potem sem jaz enkrat slučajno, ko so bili oni doli na placu, pa je to ti Ljubljančan, basist pa bobnar, sem jaz vletel dol na plac zraven. To je bilo po moje, ne vem, po moje sem bil pol leta zraven ekipe doli, pač da so videli, pa pevca rabimo, ok, priti. In smo v tistem popodnevu naredili komad z naslovom Funky Elephant, zato ker zdaj ne vem, če vam je, pač Matjaž je bil DJ, v bistvu, mislim, da lani umrl, kaj. Ki sem mu rekel Funky Elephant, ne. Dejansko smo pač že njemu takrat posvetilo eno napisali, oziroma v tem komadu. A ja, to je bil oni? Matjaž... Vsačmo te včasih vrtel Funky Elephant, se se spomnil. Funky stari, ne. On je bil taka glava stari, da muzike, bog ne daje. Če oni so včasih imeli, on je bil glavni funker jazze, ne, v tistih časih njegove mladosti, ne. Vsi drugi so bili punkeri pa rockeri, ne, tu karok, ne, so vedno imeli, ampak so ga spoštovali, so se en drugega, zato ker je on tu ful dosti vedel o svojem predelu, on je pa o svojem normalno, ne. In ja, Pičica ga je zvilo grdo hodiča, ne, on je bil tudi en taki lik v Mariboru, ki ga je škoda ful da šel, ne. Ampak ja, in je nastal, ne vem, neki taki komad, ki je še danes, mislim, meni ful lojer, dobro, moče sem ne poznal ljudi, ampak je taki malo bolj energičen, oziroma taki, ko je bil on, čisto nevede, ne, bolj v končni fazi. Tako da, ja, je tudi različne zadeve zorijo, ne. Ta Ljubljančan rekel, da bi rad imel band, enkrat sem rekel Stari pes in bilo pač Stari pes, ne. Zato. Drugače pa so tu bolj, ja, mislim, je bolj, pri nam je bolj poudarka včasih na tem, kakva bo pot, kot pa to, kako se bo igralo, ne. Ker je pač pot, bolj vidiš, da najbolj odvisno od tega, kako se bo igralo na koncu, ne. Tako da včasih rabimo iz Maribora do Ljubljane kakih 11 ur, pa kaj 12, ker so že pač obvezni postanki pri onemu, pa on ima dobro vino, joj, pa ovi ima novi avto skup dela, gremo pogledat, ne pa take zadeve. Ko hočeš priti na diži kitarist mes, ko bi ga mogel v Ljubljani v Brezovici pobrati 3-krat napiše, ne, jaz ne bom šel na špil, fuck off, ne. Ko bi že živčen selika čaka, že pri miru 4 ure doma. Ampak se pol na koncu vedno izide, ne. Ful radi igramo, oziroma tudi jaz na Primorskem se mi zdi, da so Primorska, na primer, nas je vedno tako presenetila. Kot občinstvo? Pa ni, mislim, mi nijamo toliko občinstva, stari, ampak to s njihovo srčnostjo, pa se ne dobro samo tam, ampak res tam izpostavim, ker je očitno, ker je jebeno očitno na 100 metrov. Mi smo enkrat igrali tu v Brkinih, vas Čelje. Danes, ko so imeli, to je vas z 63 prebivalci, so imeli 2 dneva kao praznik vasi in so imeli 2 dneva petek za mladino, sobota umpa-cumpa, ne. Prijemo tja, to so Brkini, to je predel šnopsa, tam je liter šnopsa 20 € plus, ker sadja je toliko tam vrhunskega, pa to tam šnop starajo, ga pač macerirajo v hrastovem sodu in imaš, ko ti prinese oni za probat šnops, to ti ga imaš v odtenkih, ne, dlje je bil noter, več ta nima, ne. Prvo prijemo dol, se že tam malo stopimo ven z avta, razumeš, taki, ko smo, nas težko kdo sfali, pa že začnejo gledati tako zraven, veš, doben pa ne upa takoj pristopiti, ne, Sole je pač tam mala vas, normalno, ne, aha, organizator, prvo tam navežeš, pa že oni vidijo, da aha, pa tam že nekaj steklo, pa leti prvi, z šnopsom, ne, boste probali, pa zdaj ne, jaz mišli, ne, pa jaz tudi, kaj se tiče, da neki žgani peč me hitro poklopijo. Hopa, prvi šnops pogleda mimo, aha, pa že gledam natočen novi, te sta že 2 prišla zraven z drugim odtenkom, ne, moče malo bolj temu podobno, že ne. Pa že tista 2 stari so, in tam se nam je prvič v življenju zgodilo, to je bilo po moje, ne vem, 4 mladostniki, ne, govorim 37, ne, ki so bili tam, pa mogoče še par ljudi, to je to, tam je prvič, ko nismo mi odigrali drugega seta do konca, ker se nas med prvim pa drugim setom tak napili, sem mislil, jaz sem se tak krivega takrat na odru se spomnim počutil, sem gledaj pa, jaz sem se napil, zopet jih bom poslušal, jih bom, ko, več morem, že gledam tja, pa samo vidim, kak je hotel kitarist vah pohoditi,
pa kak je nogo dvigno, tako je šlo desno proti bombom, tako fertik, šlus. Ampak se pravi, čisto neka mentaliteta je gori dol drži, še bolj skup držijo, ne, normalno, ajde se, malo vas pa vse, ne. Ja. Ampak tu glede tega, nekako, tu drugi dan, ko so prišli starejši, to so nas niso sneli domov spustiti, to. Dobili smo domači pršut za zraven vino, to ti dajo tega ti toliko, da težko neseš sam, ne. Ja, da nimaš kam dati v bistvu. Zanimivi so, ko smo bili v Srbiji, ne, na Guči, isto, preden smo sploh prišli v Gučo, smo šli tam od kolega, ko je bil zraven do nekih kolegov, pa sebe so si dobil pač zapit, pa za jest, pa pol še rakijo tak, ne, pač morate odnesti. In če rečeš ne, pač, če ti je nerodno, ne bi, ker pač ne moreš mi vse dati, so užaljeni, pač ne razumejo. Ne razumejo, da še se vrno, ne, če pa to imam zato, da devam ljudem, ko prije na obisk. Smo ga videli prvič, ne. Se pravi, en kolega je bil z nami, ona dva sta se poznala, ker sta oba motorista. Mi smo bili pa kar tak zraven, pač, ker smo pač z istim kombijom prišli. To je bilo vsaj, kaj smo bili tam. Fertik, rakijo vsakemu, malo čutarico, pa čutarica porisana, pa vse, ne, pač res artna zadeva, verjetno ročno delo, ne. Že čutara je bila tak, ko to ti nazaj prinesemo, polko spijemo, ali kaj, ne. Pa ne, to devam jaz, tak, tevam. Pa niso neki bogataši, da bi rekel, ne, mi pa imamo. Doli bo on na tleh spal, ti pa na postle, ne. Ja. Ne, to se pa malo bed, mislim, da je počutim, da ni to in je vse, no. Tak, mislim, jaz niti navajen, zdaj da mi vse ti šik riti, ne, pa me to toliko bolj, ampak taki so, tega se moraš navaditi. Ni druge, to ne moraš mimo tega, ker veš, da ga še užalo, ne, tu pa se treba držati nekih jebe, da. Ja. No, tako si rekel, no, nimajo to zato, da te lipi izdarijo, nimajo to, mislim, če imaš več denarja, zgradiš večjo mizo, ne pa zidu, ne. Ja, ne pa ogrado. Oni pa nimajo denarja, pa samo dalje, samo gremo. Ja, mi smo imeli na obisku ene od brat, dedka, stric ali neka žlahta, enkrat je šel v Belgijo živeti. In tam je zdaj pač cela družina Gorinčkov, ne, ki so pač zdaj Belgici, ne, ali Nizozemci, ne vem, ne. Oni so prišli, ko so bili še malo manjši, so prišli na obisk dol in je bilo tak, oni so se zmenili, mi smo Dobrnejše vas, kjer je pač tak polovica ljudi je Gorinčkov, ne, vsi smo tam doma neki okoli, ne. A področje Slovenci, Belgije? Gorinček, Slovenci so, mislim. Mi kot družina smo, ful nas je v isti vasi. Aha, ja, ok. In oni so prišli, bi rekel, 20 ljudi enim na obisk, ne. Tak, ne, kot family reunion, samo oni so pač se zmenili z enim parom iz naše družine, z eno družino. Pa so prišli na obisk? Zdaj so prišli na obisk in oni so bili pri njih. In posta glavna dva tako, normalno gremo za vse pogledat, ne, pač bomo šli tu, ker čez vas peš, do onih, ker so isto žlahta vaša, pa pol še do onih. In ono čudno, da pač priješ, pa pozvoniš, pa ti odprejo, pa ti dajo nekaj za jest, pa za pit. Pač. Ni to pač, če se najaviš, ne? To je čudno, ne? Da se najaviš, da priješ na obisk, da se oni pripravijo, si cajt zamejo, pa pol pripravijo, ki je pol narezek pa pijača, ne? Ja. Čudno, da priješ ti nekam, pa okej, mislim pač, to je pri nas normalno, da se postavijo stoli, pa klopce, pa mize, nekak že, ne, mize sedimo, pa bomo vse hitro nekaj vrže gor, pa ja, oni mi je bilo to pač fascinantno, da pač priješ, pa pač je že zmejano v bistvu, ne. Samo George Carlin, tisto playdates, ne, kak mame organizirajo igralne urice za otroke. Yeah, can he even look at his dick? It's never sticks left in the world. Does a kid even know what a stick is? Sit there and you have a little fun with a stick. Ja, mislim, smo malo tak hec je krožilo, pa se mislim, da še kroži po Facebooku. Vedno več ljudi se obrega v naše čebelarstvo in naše čebele, ne. Je tudi podatek en iz Anglije, je rekel, ko je prišel tu sem, pa se posnel to in vse, pa kar tako simpatično, je rekel, jaz moram verjeti, da ste videli 2 vrtove,
Vsaka bajta ima vrt, pa pogled to, kam imajo na vrtu, pa velo krompira, paradajza, vsega. Že to, viš, ena izmed tistih stvari, ko smo se že menili, da pač neke malenkosti, ki že itak skozi spraviš, ki ti so pač ti res vsak dan je, jih ne znaš ceniti, ena izmed teh, to največja pizica. Pa tudi, če bi šel po vas, je eni tak, pa bi se ostalo, pa malo nekaj pojamro tam, pa se s kako babico, ko sedi tam mejno, pol pa še rekel, kaj te imate tu, paradajza, pa to, gled kilo, da imaš takoj, trenutku, da si malo, bom rekel, ciganski. Če znaš pritisniti pravi gumb. Isto je z vinogradje, pač folko ni logično, da imamo mi, pač vsak ima doma vinograd. Pa je to v bistvu minus, samo pač folk ima bolj za hobi, pa za vino, pol na koncu, da imaš svoje. Točno to, zopet da lahko nekomu daš, ponudiš nekomu, nekaj svoje, ale to smo naredili. Ja, folko v tujini tudi ni jasno, da imamo vsi kot ljubitelji, ne vsi, ampak da je toliko vinogradov. Pri njih to ni, pri njih pač je klet, ko skrbi za to, pa samo mi tudi svoje kleti, velike. Vemo, kako oni folk kupijo grozdja, veš, naprimer od nas, oni ga imaš si dolga gori, to spogana dela. On samo kupi pune vina, pa mislim pune grozdja, pa si naredi to pohcanko, kaj ima, veš, pa na koncu. Če ima, kak ima, zanimivo, tak hecen narod smo, mislim na slab način, ampak vidiš, kak posebni smo, dokler ne greš vun, se je verjetno vsakim narodom isto, greš vun, pa ti ljudje čist neka X govorijo, pa jim ni jasno, kaj ti delaš, pol še da vidiš, zato so stereotipi. Zato so stereotipi. Ja, ne. Fascinantne stvari. Da zaključim in je tudi velo, napravim toliko, pač koliko nas je ful, ne vem, vsaki 5 pri nas, ali 6, ne vem, čebelar, pa celo še taka varianta. In ravno za čebele je pa še povezal ful lepo en v Ljubljani tip naredil zgori na stolpnici, na vrhu stolpnice, panje. In je študiral, se so ga poprašali, kako ti, se čebela zmatra, predno ona gor pride. Gledamo, kaj so te zmatra, bo te vzgonski vede, da je topl, da se samo postavijo, zuf lepo gre gor. In dansko nosijo ful meda, tudi v centru mesta nosijo ful medune. Zanimivo, nisem dal tega, zanimivo. Se imajo pa par že stolpnica postavljene gor panje. Se Pravno tako divja ideja, samo what the fuck, valjda, zakaj te ne? Ja, da najde spod dosti hrane, čeprav Ljubljana še ni tako hudo urbano. Ne, mislim, zeleno je, dovolj zeleno. Ja, pač se so parki, pa pač folk ima po balkonih rože, pa potem... To so že malo, sicer pri nas so iztirili, malo ful dreves vrgli vun, ali drevo redo in podobnega, ne. Pri nas so jih zdaj kar sklesli, pličice pa neke mede, ne. Ja. 100%. Hvala, da najdejo, seveda najdejo, pač žival čebela kot žival je fascinantna, ne. Mislim, vse logično, ne. Plus tega, da v Ljubljani, ko greš kilometer ven, ima že tako se rekel vsak svoj vrt, ne. Zabavno. Nekdo more past to tam. Točno to. Vrtovi, mi smo to je zdaj pred, ne vem, letom dni, šel stric v osebni tečaj, in se njegova parcela, rečemo, to je dobre pol hektarja, kar nekaj, je šel stečaj in smo, ne vem, tisto zraven bajte se drži do parcela, pa so nas klicali z Ljubljane, gledam za Jurija 100 ali Jurija 200, ful lepa zaplata zemlje. Spil prejšnji teden za praznike gori, pa smo s fotorom dobro tam tisto staro nivo zrihtala, gor odprla, pa rece nasedila. Začela bolj gor gledati tisti breg, kaj bomo, nič, v jeseni bomo delala tu nivo še dalje, ne vem, ful si bom, repe si naredil, ker imam kisem repo, pa fižolo, ful. Ampak smo gledali gor, pa smo že več tako potegnili eno špuro trso, ampak barajde pravzaprav ne trso, barajde ne rabiš kropiti. In pol imaš, ne vem, imaš par teh naših starih vrst, kako jurkico, te variante. In si delaš tako, bom rekel, sočno, sadno, rdeče vino, če daš vodo zraven, mi matera po 2 litrih sem samo vesel, niti pijan nisem. Čeprav ni, mislim, da bi bilo tako, ampak prav močno, pa ne vem, prav vinjen si po tam tem takem
domačem nešpricanem vinu, se mi zdi. In smo začela počasi tudi saditi. Glede, za 100 litrov, za 150 litrov me je super. Veš, tako nekako tudi spim. Več ne rajš, ja, točno to, ne. Mi imamo doma v Konicah. Iz Konici ti? Ja, ena vas prej Dobrneš se reče. Dobrneš, ok. Imamo tudi pač brajdo, samo okoli vrta, stric ima pa vinograd, ne, ko je nad nami doma in potem to pač se skup fuknemo, se sprešava to, on ima pol vino. Tako da, imel pa je sosed poleg isto brajde, ampak cel nasad, hektar pa nekaj, ne. Brajde? Adijo? Ni bil vinograd, ampak brajde, ja. Ok. In je, pol so dali ven, ker je bilo pretežko za zdrževati. Dosti dela, ja. Imel v najemu, to la finta, ne. Še to, ne. Da je, ima svoj vinograd, iz katerega pač je tak dobil tisto, kar dobi tudi za prodat in za tak za med. Pa je bilo to sam še ono poleg, ne. Ko je bilo tako, to pa ni tako, ni imel takega profita v bistvu celega tega dela in delaš cel dan, ne, večkrat na leto imaš akcije, ko moraš res delati za to in pol se ni splačalo, so dali vse ven, pa naredili pašnik ven, oziroma travnik. Mislim, pri nas je tako malo, ne, kaj se tega, naprimer, cen vina tiče, pa tako si rekel, za zraven, ne vem, kmeto priješ, dobiš za evro pa pol, že dosti rečem, ne, no, za liter tega vina, da je drugi dan ne glava nič, reš trgovino, ne, pa, mislim, meni ta flaširana vina ful niso dobra, ne. Sem pil Mariborčana iz soda, iz tukaj vinogove kleti, stari, pa je to tako vino, da lahko čistega pijem, iz soda. Tako, ko ga flaširajo, to, ne vem, ali zraven, ali požveplajo, da drži, ne vem, kaj naredijo. V glavnem, fejst se spremeni cela zadeva. Fejst. Kako hitro delaš na masi. Masi, ja, zgubiš, ja, točno to, ne. Standard. Zato mi je bilo ful fascinantno, vedno, ko smo imeli v šoli malce, pa bilo vedno dobro, ne. Ko sem bil starejši, sem čutil, kako so to naredili, da je fucking vsak dan bilo zakon, ampak v kotlu, veš kakem, ne, da je za celo šolo bilo. Vedno so bile dobre malce, vedno so bile dobra kosila, pa nikoli, pa vedno so na maso delale, no, zato to mi je bilo vedno fascinantno. Vse na maso, mislim, da ful rad kuham, na maso je vedno lažje kuhati. Na maso vedno boljše narediš, ne. Mogoče imaš večjo količino, pa malo zgubiš strah, koliko česa noter vreči ali pa kaj takega, ne. Ampak drugače, ja, jaz se tudi spomnim, tako se je rekel, mi imamo srečo, da smo še nekako tak v šoli, veš, da ni bilo vse prekuhane, ker se danes ful spakujejo, starši tudi, ne. Ampak, ja, predvsem tudi vjutro smo včasih dobili take krompirjev zos, neko varianto. Tako se je rekel na veliko, da so kuhali, tisto se še danes spomnimo okusa, gled. Ja, pa vsi smo imeli one iste šalce, pa pladne, pa čaj smo pili skozi za malico. Fun times. Fun times, točno tako, ja. Osnovne šole v Sloveniji so, mislim, zdaj ne vem več, kak je bilo, kak je zdaj, ampak kak je bilo, fajn smo se imeli pizda, no. Mi smo se imeli, mene samo razžalostjuje dejstvo to, da čujem, mislim, tudi dobro, da sem pač na ekonomsko sem hodil tu srednjo in sem fejs v navezi, že od takrat, čeprav zdaj nisem na šoli več za ne vem Krabonjo Borisom, upornik tudi z mojo razredničarko, bivšo. In pri njemu, gled, on, ko je meni začel razlagati, da takrat, ko sem še jaz hodil na šolo, ne, da so do njega hodili dijaki, da so vedeli, da mu lahko zaupajo, ker je bil eden izmed direktnih takih prijateljev, tudi samemu dijaku. Jaz mu nisem mogel verjeti, da hodijo k njemu dijaki, pa prosijo, če mi lahko pomaga, ker nimajo kaj za jesti fucking doma, ne. Ko se mu je vse iz tega on je štartal, ta upornik, ker je imel spis doma, da se to na naši šoli dogaja, halo, to mene žalosti, ne. Da čuješ pol okrog, razumeš, pizdarija, da so otroci v šolah halačni, ne. Pa ki so zdaj politiki, ajde, ki ste, to, mislim, to tako je likvidacija, ne,
ampak zagovor na zatožno klop, gospod, ki ima to preko vlada naša celo za nas zatožno klop, kak te to je, bo vas Bog. Ja, Slovenija je toliko fajn zaživeti država, da ni važno, kako gre tebi slabo, ne? To bi vedno ne gre, da nekomu drugemu slabo. Ne, nisem da reči. Ampak tvojemu otroku, če bo prave poteze v življenju po vleku, bo šlo lahko lepo, ne? Sploh zaradi basically zastojn šolanja, zdravstvo ni problem. V Ameriki to ni tak, ne? Pač moraš imeti neki dan našparan, če bo kaj, slučajno, ne? Ja. Pri nas tega straha ni in živiš brez tega straha, kar je spet ena stvar, ko se ne zavedamo, ne? Da to ni vse tak, ne? Šele ko se meniš z nekim Američanom, ko prije sem, pol šele vidiš, aha, mi nijamo tega straha, da če se kaj zgodi, ker bomo vsi zavarovanje plačano do konca, ne? Če ne boš butl v Sloveniji, če ne boš rešil če ne boš len, če boš nekaj delo, če boš vse boš povlekel vun, ne glede na kakšne ekonomske situacije prihajaš. Je pa v enih družinah, pa v enih primerih ful slabo, ne, življenje, oziroma ful težje, kot sem ga pač, na primer, jaz imel, ko smo imeli vsega dovolj, pa še preveč mogoče. Vsega preveč, tako si rekel. Jaz nekako mogoče spremljaš situacijo, ne, pa lahko povem, kdaj smo, mislim, jaz tako morje, nisem nekak rad hodil, ne, sem imel bolj tu Bela krajina, pa reke so mi bile bolj cool. Ampak ja, lahko ti povem, kdaj se je nehalo na morje hoditi, na primer, ne, v letoh, ne, mislim, v letih. Tako da bi zdaj se rekel, kaj ta sem 91-letnik, 2005, 2006 se ni več na morje hodilo, naprej v naši familiji, ne. Se je spreminjalo skozi čas, to hočem samo pač reči, ne, oziroma da so standardi padli, ne, plača, ne, dvignili, standardi so se dvignili, plača pa stala ista, ne. Ja, to res. Ravno tu evropski prestop, to nekaj. Ja, točno to je bilo. Prej smo bili, ja, prej ni bilo problema, lahko močno. Pa malo kritično. Pa še zadolženi smo po nekem čudežu. Ker moj narod totih vaših kreditov mi ne bomo plačevali, ker moj narod nima nič s tem. To je mogel. Tak bi se to rešilo. Dolžni so vam, nekaj se podpisal, idi, nekaj tebi pa se ti. Tam se zmeni. Vsaki normalni kapitalistični firmi, če bi nekdo nekaj zajebo, bi on odgovarjal. Ja, normalno, ne. On, ne pa firma cela. Ja, ne pa oni, ko je WC puče ali pa več. Točno to, ne. Čaj dela. Ni zajebo, ne. Odgovorno se na tistemu, ko je sprejel to odločitev, ne. Tako. Da spet lahko... Samo pizdarja to, da pol ne more tega denarja dobiti od tega enega, lahko ga, ja. V končni fazi to je neodvisno. Koliko so znedljivi, pa koliko ima pijast, to je pa zopet, koliko ima prikazanega keša, po mojega nimajo dosti, ne. Ja. Prikazanega, oni imajo to vse nekje zadi, da mu nič ne more stari, ne. Ko ga obaravo, ga pa cukne. To je pa spet posebno v Sloveniji, ko pač, ko vsi krademo, vsi malo, nekaj. Ali status vlečeš, ali nekaj na fuž delaš, ali nekaj malega, ne. Ampak eni pa pač več in potem mi šimfamo tiste, ko več vkrade. Tako se isto delamo, samo on je več. Seveda je moralno sporno, ne, če ti vkradeš milijon ali pa liziko, ampak nekako smo vsi na tem, v tej državi nekaj krademo. Pač normalno je, da ti računovodja pomaga malo prirediti podatke, da pač manj plačaš. To je nacionalni šport. Da, si tako rekel. Ja, no. Mislim. Olajša situacijo. Ja, definitivno. Ne? Ne se vem, zakaj ni. Pač, če zdaj doben več ne krade, pač je kolaps, ne? Ker 3/4 SPO naprej živi. Ker 3/4 SPO, 100% 3/4 SPO prikazuje skoraj nič profita, ne? Ker če bi jim toliko vzeli, da pač se ne bi splačalo biti SP, boljše, da greš firma delati 8 ur, greš pol domov, pa je to, ne? Ne, da se še poljebeš, ne? Po 8 urah s papirjami, pa odgovornost imaš. Splača se jim zato, ker nekaj dobijo, ne? Nekje pol tak luksus, ne? Ampak fascinantno je to, da pač bilo kak vse ne štima,
sistem stoji, ne? Sistem stoji, sistem bo vedno stava. Red mora biti, pa makar je slab. Ja. Ampak veš kaj mislim, jaz vseeno, malo drugače, če politik vkrade milijon ali pa, ne vem, na pamet govorim, jaz vkrade mene palčke v trgovini za bobne, ne. Dokaj jaz delam škodo nekomu, ki ima denar, on ga pa jemlje v stran nekomu, ki bo pač mogel namesto njega potem kerit zadaj vse skupaj. Moralno gledano je to valjda velika razlika. Da je pa enaka zadeva, imaš prav. Enaka zadeva. Mislim, iz enake. Ja, ker vedno je tak, se mi zdi, da marsikdo, ko pač, če bi bil marsikdo v isti situaciji, ko oni, bi pač isto naredil. Pač prilika dela lopova, ne. In ker nisi bil v tej situaciji, ne moreš reči, da ti ne bi. Tega ne naredil, ne. Ker najlažje reči, jaz sem svetnik, jaz če bi bil politik, bi vse prav naredil, ampak spet smo pri Georgiu Carlinu, they don't come from another membrane, they're one of us. They're one of us, ne. This is the best we have, folks. Ja, meni je bilo tisto dobro, ne, pametnejši od neha. Zato so pa pri nas v politiki največji norci. Ja. Čisto tak. Ker se jim da. Ker se jim da, kaj. Ja, jaz sem eno dobro, mislim, tak razmišljanje, ne. Kaj bi bilo, če ne bi plačali politiku? Ja, kdo je bil politik? Nič, pač nič. Ne, osnovno, niso, 700 dobi, nič več ne dobiš, 700 evrov dobiš, stari, 700. Ali pa nič. Pol bi bil folk samo z željo biti tam, ker ne bi nič dobil, on bi si mogel našparati denar. No, kradli bi ga, veš, po moje. To bi bilo, ja. Mimo tega ne moramo imeti, če pač se merimo o malo bolj popolnem svetu, ko ne bi. Ok. Kdo bi? Ti bi se dejansko 5 let pripravljal, da bi zaslužil več, ne, za ona 4 leta, da bi se vnaprej cash si zrihtal, kar že pa je nek indicij, da si malo bolj sposoben, ne. Pa imaš ful veliko motivacijo za to. Ja. Dobro vprašanje. Mislim, ne vem, kaj bo, pač verjamem, da nisem predvidel vseh možnosti, ko se lahko zgodijo v te stvari. Ampak, na primer, ne, nič, nula. Pač ti hodiš tja na seje, ti vlečeš odločitve, voliš, ne, glasuješ za in za proti, ampak nisi vlač. Delaš to zgolj in samo zaradi notranje motivacije, ker se ti zdi... Za ljudi. Ja. Verjamem, da naj vsi šli po tej poti, ko sem zdaj povedal, da bi bil ko pač bi si veze rihtal ali nekaj, ne. Ampak... Škaj mene dejansko tudi zanima, koliko porabijo oni ur za aktivno delo. Aktivno, govorimo o aktivnem delu. Ne, kaj se mi ti zmeješ, pa to se nekaj zmeniš, ker to mi dva zrihtamo v 5 minutah na piro, ne, maj srat tu, pa se spreneveda, da delaš, ne. Ja, pač delaš. Delajo drugačno, ne. Drugačno, mislim, da ne moč primerjati z delom natakarja ali pa delom nekoga za tekočim trakom ali računovodje. Dosti je potem dela v smislu, ne pisarniškega dela, ne administracijskega dela, ampak razmišljanja. Kaj se sploh dogaja, pa zakaj to jaz delam, pa večinoma sta pri vsakem vprašanju, ki gre skozi parlament, skozi vlado, sta dva pola nekako, za in proti, ne, pač nekako tak je, če posplošim. In delo je potem ono, naj bi bilo, kaj so tu minusi, kaj so tu minusi, kaj so tu plusi, kaj so tu plusi. To je dejansko delo politika, ne, da odločitev sprejema ne tako na hitro, ne, tako zdaj pač jaz govorim tu, ne, ker sem pač to enkrat poštudiral, ne, pomalo govorim, ampak dejansko vse te podatke se procesira, vse statistike, ali statistika drži, vse te statistike tudi niso pravilne ali pa so zavajajoče, ne, da vse te podatke sprocesira do momenta, ko pa lahko reče ja ali pa ne. To je v bistvu delo, ne. Ne moreš ga ceniti, ne moreš ga ocenjevati isto kot delo nekoga z lopato. Ja, ne. Se to mi je jasno, ne. Da pač ne more biti ocenjen kot nekdo, ki vihti lopato,
Pa koliko ur porabi za to. Koliko ur porabi za to, ampak je pa to eno tako delo, tako si rekel, da moraš ga čutiti, oziroma moraš se ti dati razmišljati cel čas o tem, ne bi ga. Boš razmišljal, prej boš prišel do neke solucije, lažje boš prišel do neke solucije. Ne? Morate motiti, da si sprejel neko odločitev, pa nisi bil 100%. To mora biti motivacija, če veš, kaj mislim. Okay. Morate motiti, da nisi opravil svojega dela v smislu, da si se vsem posvetil. Samo to je ful težko, to je vsaki zorni kot, razumeš, mislim, to samo v situaciji tisoč in tisoč. Tisoč in tisoč in ne samo to, ti imaš svoje človeška načela, s katerimi si bil vzgojen, s katerimi si ti, s vsemi predpostavkami, ki si šel ti v problem, ne vem, da ima problem drugi tir, ali kar je tretji, četrti tir, ali pa ne vem, splav, ne. Zdaj, če si ti kristjan, imaš vseeno neke drugačne poglede že samo iz tega, ker si vzgojen bil tak. In delo politika naj bilo tudi, naj pogleda samo iz svoje vere, ne? Pa iz svojega lastnega, ampak vse, pa za prihodnost. Ja, zato meni je dosti rad mi je všeč, ker je pač glasba je toliko različna, da jo moraš gledati pod različnimi zornimi koti. In če tako vidiš človeka, ki ne gleda glasbe pod različnimi zornimi koti, ker pač, ok, to mu je to, ok, spoštuje, nikoli nekaj. Ampak ko pa začneš se obračati v te vse smeri, pa gledati, se še poleg zraven naučiš marsičesa drugega, ne. Ravno zaradi teh zornih kotov, ker ena bedna zadeva, kak čut komad tam, kak ga jaz čujem, kak ga ti čuješ, kako sklepaš oziroma povežeš to potem z nekimi čisto vsakdanjimi zadevami. Boljše razumeš človeka oziroma različnega človeka od tebe. To se mi zdi, da ravno po moje tak en point glasbe, o katerem sem jaz razmišljal, ampak ne tak načeloma, ampak kaj me je pripeljalo, kakva dejanja so me do tega pripeljalo. To sem jaz začel, zakaj sem jaz poslušal skatepunk, zakaj sem poslušal pop-punk, zakaj sem poslušal punk rock. Pač ja, do določene stopne sem bil vedno upornik, ne? Ja. Do profesorja, do staršev, vedno sem bil nekaj, ne bo tak, pač, tudi če je bilo vse proti meni, da jaz delam nekaj narobe, sem še vedno jaz bil jaz imam prav, pač jaz sem bil vedno upornik. In ja, ni čudno, da ko enkrat čuješ, samo en komad ti klikne, to je moj žanr, jaz se spomnim tega momenta, ker so bili Me First and the Gimme Gimmes, komad mislim, da Mandy, pač spomnim se momenta, ko sem najdel. V strica smo kupili komp in so bili na kompu komadi in sem pač šel pogledati in bilo tako, Me First and Gimme Gimmes, to je cool, ne. Sam je se dogajalo, ne. Ja. Predtem si pač poslušal radio, pa to, kar so starši poslušali, mogoče pač, ne, kaj bilo na televiziji, takrat če kot MTV, pa video spotnice, pa te stvari. Video štengerov, ja. Ja, in pol pač pop-punk je ful zapalo v tistem obdobju v konc 90-ih, ne. Ja, po grunge, ne. Ja, po grunge, Green Day, Blinky, Bowling for Soup so bili še kasneje, Offspringi, ta stvar je ful raznesla to naše generacije, ne. In potem takem lahko sklepaš, da smo mi bili generacija še upornikov, ne. Pač, absolutno. Ne, ker če gledaš, da je bilo to takrat popularno, tudi Nirvana po drugi strani, ne. Nirvana je prišla top of the charts pred Madonno. Nevermind. Ja, pred Madonno so bili uvrščeni, pred solo artisti, pred vsemi onimi. Prejšnji teden sem ga zopet gledal, poglej si A Hack of a Montage. Zgleda. Je to bolj ti je jasno tu nekaj, ne. Da veš, njemu je bilo vseeno, ne. On je pač to rad delal. Vse je rad delal, ne. Samo eno stvar je pač rad delal, mislim pač, samo eno stvar se je fokusiral, samo je bilo vseeno. In glih zaradi tega je videl, zaradi tega oskega pogleda, ko ga je imel, ne, jaz hočem, ne, muziko res kvalitetno delati. Ni bil obremenjen s tem, če ima vrej cote. Ni bil obremenjen s tem. Kako se obnaša. Ja, vseeno, če sem pač hiperaktivn, čisto. Glih ta Fennel shirt, ne, te pač srajce, ko so začeli takrat nositi vsi, ne, to je prišlo iz tega urbana legenda, ker je on to začel nositi, ker so lumberjacki to nosili, tam vse posod okoli, ki smo šli ful na kurac, ne. Okay.
Ja, glih zaradi tega je začel on to nositi in pole pač so vsi začeli to nositi, cela Amerika, cel svet, Sam zaradi tega, ker pač kot oseba je pač on delo kaj hotel. Tak je. Ja, točno to, ne. Podobno Kanye West dela, ne? Ne vem, če si že opazil. Od njega imam malo manj, pa malo tak ne, pa... Jaz ga tudi znam, slušam, ampak Kanye West je pač, on je začel, črnci so vedno bili, ne, v Ameriki hip-hop, ne, ta stil oblačen. On je začel polo majice za na golf nositi, se pravi, ki jih je nosil community. Beli človek, ne. Beli človek, well-to-do, middle class, golfer, v bistvu, ne. Jaz so začeli nositi. Si fertig, glavo že? Ja. Ok. No, dajte se do konca. Glavnem, dosti je bilo primerov, ko je Kanye začel nekam nositi, kaj je bilo ekstremno nekul njegovi populaciji. Zadnja stvar je bila rdeča kapa z napisom Make America Great. Make America Great Again, ne, made in China. Ja. Tak je, ne, vedno gre kontra temu, kaj bi moglo biti. Ja, ne. Ja, malo je hecna zadeva, to pil, da. Prav, z glasbo vse ful, mislim, z glasbo je... Z glasbo je povezana cela generacija, ne. Ja. Mislim, to je hudo. Takrat je Cobain, on se je počutil, on je vejo, kako se počuti večina ljudi, ne, ker je vejo, kaj se mu je dogajalo tudi v šoli, pa vse. Vejo je, kako se počuti. On je samo iz tega ven šel, ni se nič sprenevedal in poklopil je pač milijone ljudi, najstnikov predvsem, ne. Dave Grohl je to rekel, meni je bilo, tak, jaz sem poslušal, on je bez DC-ja, se bila Black Flag in bla, ta scena je bila tam. Je rekel, jaz, ko sem videl pač športnike, ne, joke, hoditi na naše koncerte, sem bil, kaj je z vami, ki ste fukjeni, če vi ste časi ste me tepli, zato ker sem tako muziko poslušal. Zdaj pa hoditi na naše koncerte, pa se razmetavate, to neka... Rekel, v tistem momentu sem vedel, da nekaj velikega delamo. Da, nekaj velikega, točno to, ne. Nekam smo piknali. Ja, to so take variante, ne. Ampak, ne, ko gledaš zdaj to mlajšo generacijo, ki je drum and bass, mumble rap, vse te zvrsti podžanri, ko grejo kar tak, so 2 leti aktualni, ne. Pa ni, ne. To je odraz pač družbe, tako je bil odraz moje družbe, da smo bili vsi punkeri, pa ne vem, kakorkoli, ne. Punkeri še imaš danes, ne, držijo svojo, ne. Ja, ampak ni več tega, ni popularno. Blinki so bili top. A ja, ne, popularno pa več ni. Ja, ni popularno, ne, ampak zdaj pa so te stvari popularne, ne. Če da ti dam še en insight, mi smo padli po tem, oziroma to me je okužil Bobnar, naprimer, prvo z Fela Kutijem, to je funk, afrofunk iz 70-ih Nigerija, to so... ne vem, 18-minutni komadi, ampak na riffu, na reto, pa samo taki funk, da samo stoj pa glej. Iz tega te slejko prej pripelje tudi do Marvinu Gayeju, tega črnskega geto R&B-a, ne. Mislim, že tako te 3-4 leta, ne, se menimo, normalno, ne. Da nas se dosti pač, ne, dolgo se te zadeve menimo, ampak delamo tudi neke druge zadeve, zelo tako, da ta je res v mislih. Evo ti, Anderson Paak, ne vem, če poznaš tudi Bobnar zdaj, ko je imel iz Amerike, ko je imel na Dunaju, imel pred kratkim špil, to zaplato, kaj je izdal zdaj, ne, točno to, kaj smo mi razmišljali, kaj bi se moglo napaliti, ne, in prihaja zopet, tudi, taki, se pravim, Marvin Gaye, geto, R&B, ne vem, zadaj štrajhi, torej violine, take variante pridejo naprej, ne. Glasbena revolucija so nekaj najlepšega na svetu, ne. Nirvana je ful tako očiten primer, ko je meni blizu, ne, pa pač glih tisto, kako bo to ratalo, to ne bo ratalo, to boste vi špilali v klubah za 20 ljudi, pa vsi bojo pijani, to bo vaša karijera od zdaj naprej. Ja, ne, pa je bilo... Pa veš, ne, ruker. Isto rap, ne, na začetku, ne, Jay-Z, ko se ga ubili, no. Ja, no, Easy G. Tupac. Tupac, pa je za Easy, tudi. To je bila, ja, Tupac je bil tak, ko je bil, doben si ni mislil, po moje, da bo rap tak eksplodiral, ko je, ne. Tudi Tupac je bil v enem momentu pač kar nek underground artist, ko pač, okej. Nikoli si niso misli menedžeri mainstreama, da bo to enkrat vse posodno. Da se jim ga splača vzeti. Da se ga splača vzeti. Pol se kar hitro, ne. Glasbena revolucija so zanimive glih zaradi tega, ker grejo kontra, proti profitu, proti vsemu modernemu, pa naredijo pol revolucijo
v bistvu človeško, kaj bi rekel, tu se vidi lepota človeka, da razmišljamo, tudi v glasbi, ampak razmišljanje v družbi, ne, ni enako temu, kaj vidimo na televiziji, pa na radiju, pa je to, kaj se najbolj prodaja. Ne. In sam en band, sam en artist prije, pa sam zakuri, pa gre se, vse se podere. Domine, ne, točno. Cel kapital se podere, pa sicer vsi preživijo, Madonna je še bo vedno Madonna, Jan Plesnenak bo še vedno Jan Plesnenak, ampak nekaj zadnje. Prej ali slej pride en tak, ko je bil Nirvana, ali pa Beatli, ali pa kaj te zdaj. Kaj pač pride. Zaključili. Za danes. Thank you. Načeloma je zdaj tak, da... Fuck, jaz to moram videti.